Ja, valjda ne skozi tako, ker si mama se večino časa tako počutiš. Tako pravim, če razmišljaš o tem, da si slaba mama, si pa dobra mama. Ne? Hello, danes je z mano Anja. Kak si? Živijo, ful dobro. Ful dobro, ok, zdaj smo malo mešani na glasi, ne? Ampak superca. Ok, eno čist basic vprašanje, ampak bom pustila tebi, da se predstaviš, ker delaš ful enih stvari, pa jaz res ne bi rada česa pomembnega spustila, tako da kdo je Anja Oman? To je kar težko vprašanje in tudi jaz ponovadi kaj spustim v resnici. To je najtežje. Že od majhnega delam toliko stvari naenkrat, da ne vem niti, kje se končajo, kje se začnejo, ampak tako nek tak basic je. Sem Anja, ful ne rada prvo stvar rečem, sem mamica, ampak tako ponovadi gre za poredje. Sem mamica 2 otrok. Po izobrazbi in po želji in po vsemu sem v bistvu učiteljca, ampak me je nekako življenje zdaj pripravilo, da delam v marketingu, na Instagramu, sem tako, kar rečejo, influencerka in kar upeta v ta svet, plesna učiteljca, drugače pa ne vem, vse živo, no? Tudi če se zdaj nekaj začne, vedno sem za vsako stvar, ki se pojavi in mi je zanimiva. No? Se mi zdi, tvoj Instagram bio, ne? Lepo povzame vse. Boš mi ga povedala, ga znaš na pamet? Ne znam in to sem ga pred kratkim spremenila, tako da zdaj pa sploh ne znam. Ga bom jaz prebrala. Zaljubljena v svet, besede, zgodbe, ples ljudi, preproste stvari in zvezdne utrinke. Ful sem dobro povedala. Verjameš zvezdne utrinke? Ja, verjamem v zvezdne manifestacijo? utrinke. Ful. Ok, imaš kako izkušnjo, ki jo lahko deliš? Kaj si najbolj si želela, pa se je uresničila? Ja, se mi zdi, da sem jaz od majhnega, res že tako kot majhna punčka, to počela, pa nisem vedela, da manifestiram. Pač ono, ki si želiš, vedno sem si na utrinke zaželela stvari, tudi oba otroka sem si na utrink zaželela in sta se uresničila. Tako da v bistvu vse, sej vaš čas, tvoj mindset pelje tvoje življenje in to je v bistvu tudi manifestacija. Uno, kar razmišljaš, uno se bo zgodil. Če boš razmišljal drugače, bo šlo v drugo smer. Tako da se mi zdi, da je manifestacija so te misli, ki te vodijo tja, ki greš. Ne vrti se svet okoli nas, ampak mi vrtimo svet, ne? Ja. Zdaj pa se mi zdi, da na eno res, bomo se zdaj osredotočili, eno res se mi zdi pomembno, lahko rečem, prelomnico. Okay. In to so bile mami blogerke. Prej smo malo že imeli chit-chat, da ste bili vi neki prvi influencerji, freelanceri, da ste začeli postavljati cene, lahko poveš, mislim, kako se je sploh to začelo? Si lahko to začela ti? Mami blogerke, ja. Zdaj tako, mi smo to ne začeli v smislu content creatinga, ne v smislu, blogeri so bili že prej. Vlogeri so bili že prej. Bolj je bil to začetek tega influencerstva kot poklica, torej, da smo začeli delati, da je to postal posel. To se mi zdi, da je bila največja prelomnica, ker blogeri so že, beauty blogerke so bile dost pred nami, vlogeri so bili, to je bilo pa res tisto, da smo začeli, rabimo cenik, to je posel, postali smo medija, ne. Začeli se je v bistvu, to je bilo tako zelo organsko in spontano, mi smo začeli deliti svoje izkušnje, svoje misli, slikce, videe in ljudje so to začeli spremljati, ker pač tega prej pri nas ni bilo na materinskem področju in potem so kar pristopali k nam, so začela pristopati razna podjetja in so nas pač začela spraševati in nagovarjati, kot takrat se je še rekel blogerji, ne. Eni še zdaj, ker govorijo blogerji za vse influencerje, če si kdaj opazila, ne še zmer te blogerji. In so nam rekli, v bistvu zelo prelomna točka je bila, ko smo sodelovali s podjetjem Sava, Hotels and Resorts, ki so nas povabili 4 skupaj. In smo v bistvu prvič bili, takrat nas je bilo mogoče 10 vse skupaj in 4 od teh smo se znajdali na istem mestu, ob istem času za cel vikend. In smo se začeli malo pogovarjati in o tem, kakšne cene dajemo, o tem, kaj objavljamo, kaj ćemo z otroki, jih ćemo objavljati ali jih ne, koliko daleč gremo in te zadeve. In potem smo tudi malo ugotovili, to je trajalo 2 leti to sodelovanje in mi smo se redno dobivali na teh vikendih in smo začeli tudi, kako je ful, vedno več imamo prošenj za sodelovanje, ne, nimamo pa časa, vsi smo bili še v službi takrat, imeli smo otroke in smo rekli, noč, da gremo poiskati še druge te ljudi, da njim damo ta posel, ker mi ne spolgamo vsega in so tako v bistvu nastale mami blogerke. In moja ideja je bila v bistvu zelo taka,
Jaz sem jo ustanovila skupino in moj point je bil, dajmo mi en drugmu pomaga, dajmo si dajati, pač ko nekaj ne dobiš, mi smo dobili polno sodelovanje z Roglo, smo rekli, ne moramo oboje, dajmo to enemu drugmu, ne, te konkurenčne zadeve in to. Pa dajmo se podpirati, dajmo naučiti ljudi, kako je prav objavljati, kaj je treba, to, kar je zdaj spet aktualno. Ne? Mi smo to že takrat delali, kakšni so zakoni, kako je, če je otrok, to je zdaj, vsi se delajo, kot da je to nekaj fulnoga, to je že ves čas, pač mi sam nobeni tega upoštevajo, kaj moš narediti, če imaš nagradno igro. Zelo te stvari, ampak širša javnost je pa to dojela zelo tako, kot take zagrete mamice, ki hočejo ful enega denarja si nagrebst, pač dejansko so tako nas govorili. In pol smo počasi šli s tem, ja prav, pol pa to posel, ne. In takrat so se pol začeli, eni so bili za, drugi ne, v glavnem, začetek je bil zelo dobro nameren, pol je pa počasi, ko so prihajali vedno več članov, je bilo pa seveda vedno več nekih trenj in vsega in razvijal se je tudi influencerstvo kot posel. Kako je bilo s tem? Torej, ti si torej dala nekomu dostop, je lahko nekdo prišel not pa začel objavljati? Ali je mogo iti čez kakšne... Ne, imeli smo ful stroge okay. pogoje. Mogo si imeti takrat vsaj 5000 sledilcev in imeti absolutno svoj kanal. Na začetku je bil pogoj, da imaš blog, prav dejansko blog, ne Instagram, to je bilo v bistvu še bolj v času Facebooka. Ni bilo dosti, da si imel Facebook, si mogel imeti spletno stran in blog, vsaj 5000 sledilcev, predvsem zato, da smo vedeli, da resno misliš, pa da si nekaj že vložil, pa da ti ne rabimo razlagati vse od začetka. Potem pa, če si hotel sodelovati in biti tudi na skupni spletni strani in tako, so bila še neka pravila, ena objava na mesec za skupne kanale, na srečanja, ki smo se pač dobivali, kjer je šlo v bistvu tudi za izobraževanje, si mogel pridati. Tako, no, predvsem pa smo se mogli zaštekati, no, tako najbolj iskreno je bilo to, tudi če je ena imela 500 sledilcev, pa če si videl, da ful hitro raste, da je ful noter, pač je glih tako lahko zraven prišla. Kdaj pa so se pojavile prve neke slabe izkušnje? Se mi zdi, da ful hitro lahko tista maska se pojavi, pa hitro lahko tudi pade, ne? Ja, zelo hitro, v bistvu, čim se je... Najprej je bilo vse super, ker še enkrat moj namen je bil res kot, da gremo si pomagati, da imamo biti skupaj in to je bilo vsem cool. Čim je pa posel prišel zraven, se je pa zelo hitro začel, zato ker ne vem, neko podjetje je rekel, to je zelo delovalo, da si najlažje predstavljaš, je bilo to tako, kot ena agencija. Mene je v bistvu podjetje kontaktiralo in so rekli, mi rabimo 4 blogerke. In jaz sem pač določila, kjer je 4 to bojo, oziroma skupaj s podjetjem. In valjda, kaj se je dogajalo, zelo velikrat so bile to iste 4, une, ki so najbolj delale, une, na kjer sem se lahko zanesla, une tudi, s katerimi sem se najbolj štekala, valjda, ne, ker sem jim lahko zaupala in tako. In pol je bilo tukaj. Meni pa nič ne daš, meni jaz nikoli nič ne dobim, ne, pač to vsi enako vlagamo, v resnici pa ne dobimo vsi enak nazaj. In to se pač zgodi, ko so ljudje zelo ozkogledi. In jaz še vedno mislim, da ta ideja o mami blogerkah je pred svojim časom bila zelo dobra in zelo taka revolucionarna ideja in tudi full fine, ampak ker ljudje vidijo sam takojšen rezultat, ker gledajo samo, koliko bom zdaj ta trenutek dobil od tega, to pol na dolgi rok ni pelala, ne? Ker niso videli, da v bistvu vsaka mamica, ki je postala del te skupine, je hočeš, nočeš, pač postala tudi zaradi tega to, kar je danes. Tudi v nekaj imajo 30,000 sledilcev, jim je bila to kar dobra odskočna deska. Ne? Tako da to, ljudje, to, kar ne vidiš 2 metra pred sabo, ampak bi zdaj takoj vse. Ja, definitivno. Ne, se te čisto razumem, zato ker večinoma jih verjetno prišlo notri, so rekli, ok, zdaj pa Anja, oziroma šefica, sodelovanja so, pričakuje nekaj, zdaj prišla noter in je čisto logično, da si pač ti dala nekaj, ko si jo poznala, ko si vedela, da bo dobro naredila in ko si tudi vedela, da bo firma zadovoljna, seveda pa je tudi pač tu neka osebna nota, ne. Ker če bi zdaj recimo bil to, ne vem, ali pa bila to neka, ne vem, ženska, ki ne bi njih poznala, bi mogoče bilo drugače, ne, ampak ti si vseeno vedela, kdo ima neko osebno noto, komu se lahko zaupa in sem tudi jaz imela že par takih izkušenj, ko ravno ljudje ne pomislijo, ok, kaj pa bo, če zdaj jaz se trudim, pa sem v tem, ne vem, 1 leto, 2 leti, ne, in rajši potem pač pade vse v vodo ravno zaradi tega, ne. Samo oni so predvsem pričakovali, da ko prideš v skupino mami blogerke, pač še zdaj ne štekam, kako so sploh to, so kar mislili, uno sekundo, ko pridem noter, bom imela
posel, ful sledilcev, pač še zmeri, čeprav smo to skozi poudarjali, je bilo največ na tebi. To je bil sam nek dodaten push, nek dodaten boost. Mi smo delili tvoje objave še na naše kanale, ni bilo nikoli. Ljudje pa pač punce so pa mislili, mi pridemo tja in skoraj da ne, Anja bo vse naredila in potem bomo mi pač žele, pač valjda ne gre pri nobeni stvari tako, no. Ampak to ni bilo samo na tem področju, to je v bistvu v kjerikoli službi sem kadarkoli bila. So tisti ljudje, ki pridajo pa mislijo, da bo kar samo se vse zgodil, je pa ful enih lepih odnosov iz tega obdobja ostali in ful enih fajn punc, ki so štekale v bistvu, zakaj se gre in da so one glavne igralke, to je sam neki, ki jih malo podpre, ne. S kom si pa recimo zdaj ostala blizu od tistih punc? V bistvu najbolj s temi... Žensk. Pa tudi še Jure je, ne? Njega ne smem pozabiti. V bistvu te čista prvi 4, ki smo bili, smo še vedno Nina, Daniela, Jure pa jaz. Se mi zdi, da pa Tjaša še od Jureta zraven. Če ne bi, s temi smo res zgradili takrat tak odnos, ka tudi če se Instagram in vse podreve in da bi še zmeri ohranili neke stike. Tako da res tudi se poznamo z družinsko in to. Pa recimo, da je enih 10 še punc, ki so v tem obdobju nekaj doprinesle in so res postale prijateljice. No, in spet tudi z njimi, če se ne slišimo, tudi če več ne delamo skupaj. Glih danes, ko sem k tebi prišla, sem se spomnila, Vita je v Mariboru, pa sem šla tja na obisk. To so te stiki, ki so ostali ne glede na vse. Ne? Ja, ko vidiš, že nekdo pač ostane, ko noče od tebe samo posla, pa denara. Kako pa je recimo bilo, to si pa recimo res zdaj ne znam predstavljati. Jaz sem sem v teh influencerskih vodah, ampak ne znam si predstavljati, kakšne so bile takrat cene, storitve. Torej, lahko mi poveš, verjetno ste imeli kaj vi naročnike, sledilce, kako se je takrat reklo, koliko je recimo bila cena enega bloga, ali pa ti vem, da si tudi aktivna, bova potem malo še na Facebooku, ampak lahko mi zdaj poveš za blog. Ja, prav spomnim se, prve objave so bile, to je bilo tako. Takrat je bilo, da si predstavljaš tudi, kakšen doseg je to bil. Gledali smo branost bloga na mesečni ravni, pač da so dejansko ljudje brali tvoj blog, ne? In recimo, da smo bili mi takrat na 30-35 tisoč prebranih blogov na mesec strani, ne? Tako da to je bila, recimo, ko si prišel do te točke, si lahko začel računati. To je bilo takrat recimo 10 tisoč sledilcev na Facebooku, če pretvorim, in je bila ena blog objava 40 evrov. To se še zdaj spomnim, 40 evrov je bila prva cena, ena blog objava, se pravi, da si jo napisal s fotkami, z delitvijo na Facebook, je bila 40 evrov. Kako se je to potem stopnjevalo? Nenormalno hiter ful. Pač zdaj smo na vsaj 10-kratniku tega, ne? Nekako za podoben doseg. Cena ali branje? Cena za podoben doseg branosti, ne? Je šla 10-krat več. Sicer zdaj se vse predstavlja na Instagram. Zdaj ne vem, če sploh še kdo od nas na blogu. Takrat smo res, jaz sem imela vsak dan, vsi mi, 4 vsaj, smo imeli vsak dan ob 8 zvečer nov blog. Vsakič. Mogoče enkrat na teden, da si dovolil, da si dal sam fotko pa neko misel, ampak vsak dan ob 8 smo konkretno leto, 2 dajali bloge gor. Zdaj recimo je to primerljivo z Instagramom, da daš vsak dan objavo, je šlo krat 10 cene, vsaj se pravi, minimalno krat 10. Kako bi zdaj rekla torej potem, če te prav razumem, to se je zdaj premaknil na Instagram, ti zdaj bolj objavljaš tam, še mami blogerke živijo, kako se je tvoja pot potem tam zaključila? Moja pot se je zaključila ful pred kratkim. V bistvu, ne vem, če je že en mesec nazaj, ko mami blogerke še živijo, tudi še vedno jih ljudje poznajo, še vedno se naročniki obračajo, ampak sem jih predala naprej po kar parih letih orenk razmišljanja. Težko sem jih spustila, čisto iskreno, ker se mi še vedno zdi ful lepa ideja, ker se mi še vedno zdi pravilna in dobra, ampak je bilo malo preveč zame, sploh v enem vmesnem obdobju.
Tako da sem mal zdaj, tako kot ena zveza, veš, ker se že odločiš, da ne boš več, pa pol še malo upaš, mogoče pa bo, pa moraš malo preboleti in pol si pripravljen, evo, zdaj pa to res daš od sebe in sem predala naprej in imam fulenga upanja, da bo to v bistvu zdaj še ful bolj zaživel spet. Da bo neka nova energija prišla, ki ne bo obremenjena z vsemi odnosi, z vsem, da res tako ful z veseljem bom zdaj spremljala, kam bojo mogoče mlajše punce to peljale naprej, no. Tako, ker se je res toliko spremenil, da težko, to je bilo ful težko skozi iz bloga na Facebook, iz Facebooka na Instagram, pa je že TikTok prišel, naročniki so zahtevali vedno več, vedno bolj drugače in to plus te odnosi vsi znotraj skupine. Mi smo v enem momentu, nas je bilo pač 75, oziroma jih je bilo 74, pa jaz, a veš, kaj moraš in pa je bilo še med sabo, ne. To si ful po mojem težko, mogoče si ti predstavljaš na Instagramu, a veš, kaj imaš skupince enih influencerjev, ki bolj skupaj pašejo, pa so nastrojijo proti drugemu, pač še vse to je bilo v tej skupini znotraj, a ne. Ena skupina mamic je tako, ena to in to je bilo krno, tako psihično naporno, tako da zdajle en mesec sem že free od tega. Lahko dihaš. Ja, si zapisala, sem si napisala tvoj quote, moče razumeti, kdaj je dobro reči z Bogom in to tudi storiti. Ja. Se strinjaš še zdaj? Ja, itak. Ja. In to je ful ni toliko lahko, kot se sliši. Definitivno. A veš, na vseh področjih, ker ljudje smo ful taki, valjda ti si nekaj zamisliš in pol hočeš v bistvu dokazati. Tukaj je šlo najbolj za to dokazovanje. Ker bolj, ko so meni, veliko je bilo polen, to je strani, ne vem, novinarjev, medijev, veš, teh, ki so se počutili ogrožene, pa tudi strani drugih influencerov in tako, in znotraj skupine. Ta polena pod noge, namesto da bi ti pri ta prvem dejoma brez veze trošiti energijo, zato ljudje ne razumejo, si ti tako, če si tak tip, ne, jaz bom dokazala, veš, jaz bom dokazala, da je to res ful dober, da to lahko vsem ful, bom, ne, pa sej bomo, pa ful so fajn punce in v bistvu to dokazovanje te izčrpa totalno in kaj enkrat ugotoviš, pa komu sploh dokazujem, pač zakaj, kama veze, nekaj dobrega smo probali, veliko dobrega smo naredili, malo nismo. Zdaj pa je čas, da to spustiš in ne rabiš nobeno več nič dokazovati. Ne? To je tisti moment, ki se mi zdi, da odrastaš v bistvu v nekem projektu. Ker dojamaš, ne rabim dokazovati. Naredila sem vse, kar lahko, naprej ne gre. Ne? Se spomniš nekega prvega osebnega napada na tebe? Pa kaj je bil? Ko se ti je res zasidral? Ful jih je. Mogoče jih je več, ja. Ful jih je, zdaj da bi prav enega tako. Najbolj zanimivo je bilo, ko sem začela, jaz sem vedno bila tudi v službi. Dobro, za eno obdobje vmes, ko sem samo to delala, ampak nikoli nisem, vedno sem bila tudi v stiku z čist klasičnimi službami. In najhujš od vsega mi je bilo v bistvu, ko sem prišla delati v eno novinarsko hišo, ker to, a veš, da ljudje, to je bilo tudi, ne vem, znotraj družine, veš, tudi moja mama ni razumela, kaj delamo oči. To je bilo zelo tako, ne, kaj ti si brez službe. Ja, ne, jaz pač sem blogerka in kljub temu, da so videli, da se to odvija, da dobivam nek denar, da to je bilo zelo, to me je tudi malo bolelo, no, ker je bilo tako, pač ne razumeš, ampak da je vse en probi, ne. Ampak najhujšno od vsega je pa bilo, ker sem šla delati na eno znano novinarsko, večjo novinarsko hišo in so oni začeli, ne vem, niso vedeli udrihati, ne, po mami blogerkah, niso po mojem niti vedeli, da sem jaz ustanoviteljica, sem prišla kot novinarka, ena izmed njih, ne. Nismo imeli nek sestanek uredniški, kaj bomo delali in ena pač je imela cel napad, te mami blogerke, kakšne plehke vsebine, kako to, to sem bila ista, jaz, ko sem za ta isti medij pisala, sem pisala tudi tune vsebine in nikoli niso bile plehke. Pač ta predsodek, ne, ker im je šlo toliko v nos in takrat sem en ful dober blog, kolumno za njihov medij napisala točno na to temo, da kako si sam sebi največji sovražnik, da kako one hejtajo te izobražene ženske, ki bi mogle imeti neko širino, novinarke so takoj zagrable najhujš, kar lahko, zato ker same niso bile zadovoljne. Tako da ja, vse te napade, ki so bili, tudi potem kasneje od enih članic, ki so šle iz skupine, so nas ful napadale. Ena je bila posebej zavzeta za to, mi je vedno pomagali dati to ven v blog. In jaz še vedno vse vsebine, ki ustvarjam,
jaz vedno, to je kaj ena psihoterapija. Jaz zelo redko, sploh zdaj več ne, da bi jaz vnaprej kaj pripravljala. Jaz nekaj vidim, slišim, začutim, nekdo mi nekaj reče in jaz, kad dam to ven iz sebe, največkrat pišem, se si videla, redko govorim, kaj jaz to napišem, je tako. Tako da vsi te napadi so bili ful lepo odbiti z enim zapisom in vedno je to, nikoli noben ni mogel pa več še na to, kaj reči. No. No, po eni strani je pač dalo to tebi nek content, iz tega si lahko črpala motivacijo, ideje in vse skupaj. Torej, potem si ti te mami blogerke dala stran, vmes pa si torej rekla, si delala kot učiteljica ali kot novinarka ali oboje? Vse živo pa še kaj, pa še v London sem ljudi vodila vmes. Veliko stvari sem počela. V bistvu najprej sem bila učiteljica, tako, že 20 let, to je edina stalnica, sem učiteljica plesa. Okay. To nikoli nisem nehala, samo spreminjale so se mogoče skupine. Prej sem imela tekmovalce, zdaj imam bolj rekreativce, pa starejše. Pa največkrat sem bila učiteljica angleščine, pa novinarka oziroma, da sem pisala za različne medije, revije, spletne portale. Malo se je tako menjali. 4 leta sem bila učiteljica, 2 leta sem pisala, spet malo učiteljica, spet malo pisala, zdaj sem pa v marketingu, no. Čist tretja. Tukaj se najbolj najdeš? Ne. Ne? Sem pa tukaj najbolj varna in najbolj mirna. Trenutno. Pač, ko si ti novinar, pišeš prispevke, ali kot učitelj mi je bila absolutno najtežja služba, pa sem bila, ne vem, tudi natakarca, ko sem 20 ur na dan na nogah pri Ljubljanci gor pa dol letala, ampak pač učitelj absolutno najtežja psihična služba, pa sem bila priljubljena učiteljica, nisem imela težav, starši pa mi je bila vseeno najtežja. Novinarstvo je tako, da enkrat imaš, enkrat te rabijo, enkrat te ne, nisem bila nikjer redno. Tukaj imam pa redno, vsak dan lepo pridem tja in to sem ful rabila v bistvu po tej slabi izkušnji z mojim dinamičnim urnikom. Da nekje sem, sedim, oddelam in grem domov in ne rabim več misliti. No. Tako da to je zdaj moj varni pristan trenutno. Ni pa, da je to nekaj, kar bi jaz si želela tako. To je bolj splet na ključ in do tega pripelo. No. Kje pa se vidiš v tem? Ja. Se vidiš v tem ali imaš kakšne želje, cilje? Ne, jaz še zmeri v sebi se mi zdi, da sem najbolj učiteljica. Ne zdaj nujno za otroke ali pa da bi si predstavljal neki osnovni šoli, ampak to delo z ljudmi, da mogoče škoda, da nisem šla na kakšno psihologijo ali pa kaj tazga, po mojem bi bila v temu full fine, da bi moj point je vedno bil neka podpora ljudem, da nekaj daješ svetu, tako da še zmeraj imam to željo. Marketing mi je dost kontra temu, pač kar bi želela delati. Sem sicer najdela tako fajn turistični, ni tako nek hud potrošništvo, je bolj lep marketing, ampak vsem bi na koncu bi rada delala ali z mladimi, ali tudi z odraslimi. Pač bolj starejša, prej sem vedno mislila, da otroci najbolj rabijo našo pomoč pa usmerjanje, pa starejša, ker sem vedno bolj vidim, da v bistvu starejši, ki si vedno več usmerjanja rabiš v resnici, pa neke pomoči, pa neke potrditve, pa najbolj pa neke, ne vem, rame, da ljudem poveš, cool si, ne rabiš vsega, tako, to bi rada delala, da bi ljudem govorila, cool si, ti si cool, on je cool, vsi ste cool, dajmo ne biti tako strogi, nekaj v tem smislu bi delala najrajš. Kaj pa so te najbolj naučili tvoji otroci? Te učijo verjetno vsak dan? Ja, vsak dan učijo. Pa težko bi rekla neke specifične zadeve, ampak v bistvu res glih to, da je svet v resnici ful bolj simpel, kot ga mi delamo, in to, da nič ni, da ti lahko prav, recimo, ok, to je specifično. Jaz imam 2 otroka, punčko pa fantka. In ko sem imela samo punčko, sem bila še ful not v teh vzgojnih zadevah, da je ful od tebe odvisen, kako bo ona, da je ful od tebe odvisen, kako bo funkcionirala, kako bo to. In pa sem dobila še enega otroka in je čist drugačen. Pa sem en sista, ne. Vse so te teorije, ja, do mlajšega si drugačen, ampak ne, te neke splošne stvari so drugačne, že ko sta se rodila. In v bistvu sta me ful naučila, da ene stvari
pač samo so, da ni vse od mene odvisen, da ni vsak korak, ki ga naredim, neka huda posledica za ne vem koga vse. Pač to, kar ima naša generacija ful vse, pa ne, nekaj narediš in to bo kar, ne vem, travme povzročili in to bo ne vem kaj, ni res. Pač včasih samo bod, pa si dost in pač ne rabaš vedno nekaj početi, da bo nekaj dobro. Včasih pač sam je, včasih je tudi prav, da je kaj slabo. To sta me najbolj naučila. Lahko se ful matraš, pa ne bo nobenega rezultata, lahko se pa nič, pa bojo krasne posledice, tako da to je kar ena taka. To jaz vedno razlagam pač mojim strankam, ampak se počutim, kot da so moji otroci vsi tu, če so starejši včasih, ne, da pač, če ni slabega dneva, slabega treninga, pol tudi dobrega dneva ni, ne, če je bilo vse monotono, tako da tu se definitivno strinjam. Zdaj, ko smo že pri otrocih, mi lahko kaj več poveš o stavku, moj otrok ni na svetu zato, da bo lepša od dneve drugim. Ja. To je stavek, ki ni moj, ki sem ga prebrala. Ni tvoj, to moram poudariti. Prebrala sem, jaz zelo rada te vzgojne stvari še vedno spremljam, tudi zato, ker sem učiteljica in se v bistvu vedno bolj čudam, pa konec koncev tudi spremljam otroke, no, in njihovo odraščanje. V plesni šoli se pravim, 20 let že delam z otroci na različnih področjih in tale vzgoja zadnjih 10 let, ki je me tako malo me straši, in je tudi zelo očitna, posledice se v svetu vidijo, ne? In zadnjič sem pač to prebrala, moj otrok ni na svetu zato, da bi lepša od dneve drugim. In moja prva reakcija je bila, mi smo zdaj zelo v tej vzgoji, moj otrok ne bo, ne, moj otrok ima svoja čustva, svoje pravice, ne bo z tega ne vem kaj. Pa sem pa razmišljala malo dlje in sem bila tako, ne, moj otrok je na svetu zato, da bo to je vse, za kar si na svetu. Pač, da lepšaš dneve se, pa drugim, ne za vsako ceno. Lahko bi bil malo lepš postavljen ta stavek, pa bi bil okej, ne za vsako ceno, ampak za take malenkosti, kakor je tudi ta stavek bil, ne? Ta stavek se je nanašal na eno zelo malenkost. Ja, da je neznanka, mislim, da pobožala otroka po laseh. Ja. Okay. In je pač, sicer potem sem se s to mamico tudi pogovarjala zasebno in sem razumela in ful je lepo sprejela mojo kritiko. Najlepš v 10 letih, odkar ustvarjam, je tudi sicer moja sledilka, se tako si slediva in je bila zelo spoštljiva nazaj in je rekla, lih sem rodila, ful ima meni hormonov, veš, pa mi je bilo malo žal, da sem, ne, ampak sem tudi njo razumela. Ampak vse je bistvo še zmer isto. Mi smo na svetu zato, da bomo lepšali dneve drugim. To je cel bistvo, to je prav bistvo človeka in jaz hočem, da moji otroci to vejo. Oni imajo to moč. Ti lahko nekomu polepšaš dan, lahko mu ga pa uničaš. Spet ne za vsako ceno, absolutno ne, ampak če pa le lahko, pa če je to ena taka malenkost, prosim, pač naredi to, daj polepši dan nekomu. Ne, pač. Kaj pa misliš o teh mejah, naprimer dam zdaj primer, ste na družinskem kosilu, na nekem praznovanju in nekdo pač hoče tvojega otroka objeti, on noče tega objema dati. Kak ti reagiraš v tem primeru? Okej, to je zdaj že odvisno je, zakaj ta človek želi ta objem. Zdaj, če je to babica, ki ga že ful dolg ni videla, pač bi ustrajala, pa da je objami babico, ne. Tukaj je največ odvisno od izhodišča tega, ki želi objema, ne. Če je to nek res potrebujem tvoj objem, ker te imam neskončno rad, se mi ne zdi nadsporno, če otroku rečeš, da je podprimerane, da objam babico. Če je pa to zdaj nek bežni znanec, ki niti sam ne ve, pa to začutiš. Najlažje ti tako odgovorim, odvisno od občutka, ker čutiš, kdaj nekdo res to iskreno naredi, kdaj pa nekdo, kdaj pa ni treba, no? Kdaj pa rečeš, bi se tudi postavila za otroka, no? Če me to sprašuješ, bi se, če bi začutila, da ni okej, da ni iz pravega razloga, če pa je sam za to, da enemu polepšaš dan, ki si želi tvoj objem, pa se pa vstav pa objem. Si imela kakšen slabi primer glede tega, kdaj? Pa se mi zdi, da sploh pri punčkah je tega več, najbrž tudi iz svojega življenja, tudi ti veš. In ziher tudi veš, da začutiš, ti imaš feeling pri enih ljudeh, sploh pri punčkah, ki ni neki, ki ne znaš čisto besedati, ampak čutiš, da je neki čuden. In valjda sem imela tudi pri Nini to.
In tudi imela sem, to ti lahko povem, imela sem slabo izkušnjo s tem, ko sem enkrat Nino objavila. In objavila sem točno taka scena je bila, kot zdaj. V bistvu snemali smo neko reklamo, ne spomnim se za katerega naročnika. In sem jaz posnela studio, v katerem je Nina bila, in ona je bila vzad za kamero, kada bi od tam slikala sem. In je nekdo mi napisal mail, že to je bilo čuden, ker to je bilo na Instagramu, to je bil story na Instagramu, mi je nek moški napisal mail, v kateri reklami pa bo vaša hčerka. In nič kaj tazga ni, samo ta stavek je bil, v kateri reklami pa bo, ne. Lahko bi bilo lepo, ampak čutaš, da je neki off in takrat sem se nekako, zdaj pa Nina že toliko velika, da pa očitno jo ne bom več na ta način sploh izpostavljala, da kje bo pa tako, ne. Tako da ja, so tudi slabe izkušnje in tukaj se pa absolutno postavijo meje in rečeš ne. Torej, tvoja dva otroka, Nina je stara koliko? 10? Zdaj bo 11. 11, Ja. kaj pa? Ian je pa 6. 6. Se ti zdi, da torej tvoja hčerka pleše? Lahko veš najprej kaj več o tem, potem pa mi še lahko odgovoriš na vprašanje, no to zelo lahko. Ena čizmestna, zadnjič sem ravno videla neko šalno varianto, da kao, če moškega vprašaš 2 vprašanje naenkrat, boš samo na eno dobil odgovor, ne? No, ti verjamem, da boš na oboje. Se ti zdi, da ravno zaradi tega plesa, kako naj rečem, je njeno telo ali pa ona, ko jo ti objaviš, vseeno so to dresi, ki mogoče pač so privlačni, da bomo biti realni, so lepi, privlačni, lahko rečemo pri starejših ženskah seksi, ampak nikoli ne veš, kako nekdo gleda na to. Se ti zdi, da zaradi tega se bolj seksualizira že te male punčke, ki nosijo te drese? Ok, Nina pleše jazz balet, to je in tekmuje solo. Recimo v skupinskih ni teh dreskov tako, so tudi velikrat v hlačah, neki predstavljajo, pri solu pa so v dreskih, ampak so pravila zelo jasna, sploh na tej starostni stopni. Vedno mora biti pokrita, kot najmanj hodke morajo biti, no ne sme biti več ta dres, a veš, kakor so, ne vem, kopalke, pa ni več dreskov, morajo biti hlačke. Ne sme biti seveda preveč odprto, ne smejo biti punce namazane, ne smejo imeti več make-upa punčke do 13. leta. Lahko imajo mogoče maskaro na trepalnicah, to jim ponavadi damo zato, da se jim zdi, da tudi dobijo. Da so glammed up. Ja, tako, ker je vse nje nastop in hočeš, da je ne da mora samozavest iz tega izhajati, ampak pomaga pač, ne. Daš to, ampak so zelo stroga pravila in ja, pazim, ko objavim, največkrat jo v bistvu objavim tako, če že dam, iz tekme je ponavadi tudi ozadje, ko gre na oder, da se ne vidi, pazim, kako objavim, no, zaradi tega dreska, ja, ful. In se trudijo in se mi zdi, da so pravila ful na mestu, je pa še vedno so kakšno odstopanja. No, so pa punce tudi diskvalificirane, če je preveč razkrito, če je preveč tak ples. Vseeno, saj pri nas se kar trudimo v Sloveniji, da so to vseeno take točke, imajo neke oblekice, luškane in da je vseeno točka, ni naj recimo grinčno, pač ni neka kabaret plesavka, ampak je grinč, tako da je malo otročje še vedno. Se mi zdi, da je vedno več tega, da se ravno z temi, tako da rečem, malo celo vulgarnimi plesi, če si mogoče gledala hip-hop skupine. Vem, da je bila ena zelo dobra skupina, mislim, da diskvalificirana zaradi preveč ass in podobno stvari, ne. Tako da ja, ampak ti, dajva se zdaj na tebe, na tvoj ples, kdaj si začela, kje, v kakšni zvezi si zdaj povezana s plesom, še tekmuješ? Ne, letos bi skoraj. Škoda. Pri 3 letih sem začela plesati, cel življenje že plešem, to je 35 let že plešem in skozi je bil to to je tisto, kar sem ti prej rekla, to je edina moja stalnica. Moje misli so zelo tako, ful skačejo. Ful je bilo zanimivo, ker sem imela en moment, ko sem bila izgorela, ko sem se iskala pa vse in sva v bistvu s psihoterapevtko iskala moj happy place. In jaz sem vedno mislila, pač zavestno, da je moj happy place na morju, na plaži. Veš, tako sem si predstavljala nek raj in sem ugotovila, da je moj happy place v plesni dvorani. To je bilo kar tako odkritje zame in to je res tisti moj varen pristan. In v plesu se super počutam in
mogoče ne zgleda, ampak jaz brez gibanja, ne vem, to mi je res tisto, kaj daš iz sebe, kaj veš, da si močen, kaj lahko skočaš. To je nekaj najlepšega. In letos bi skoraj tekmovala, ker so se bivše tekmovalke, to so punce, mamice, stare 40 in več, so se letos odločile, da bojo spet tekmovale po 20 letih in so šle na tekmo in so prejšnji teden zmagale na tekmi v svoji kategoriji. To je zdaj že senior kategorija, ful se grozno slišam, senior. In sem rekla, ne, zdaj Nina tekmuje. Bom zdaj dala vse njej, kar lahko, bom sicer na tekme s podemi ženskami hodila, tudi trenirati jih pomagam, ampak ni še čas, da bi se jaz vrnila. Najprej v pol Nina, da zdaj njen čas, no, da se vse na njo skoncentrira. Si tam podporna reči. Ja. Jaz se res upravičujem za moje grlo, ampak mene alergije ful mučijo in zato parkrat zakašljam me, da ne bom mislila, kaj je narobe. Kaj bi rekla, da ti je dal ples? Vse, ne se pravim, to je, sploh si ne predstavljam, kako bi, jaz če tega ne bi imela, bi po mojem, glede na to, kakšen tip človeka sem, jaz res, meni misli skozi skačajo. In ful hiter zapnem za eno stvar in grem ful in pa mi pa je to dolgočasna in gremo drugo. Ples je pa tako, ka me malo prizemljuje me, no? Ful me prizemlji, večkrat na teden, 3krat na teden najmanj sem v dvorani in sem v bistvu škaj mi da to, da sem v tistem trenutku, v tistem prostoru. Pač prav to, prizemljitev in da mi umiri misli, da mi ne švigajo. Ker pač karkoli drugega delam, se ful težko umirim, tam sem pa res, ok, tukaj sem, fokus, to je to. Ne rabim nič več, tukaj sem in sem ok. To mi da. Se mi zdi, nekdo, ki ni plesal, pač ne more razumeti, kaj ti da ples, ne, ko si res v tistem momentu in v svojem telesu in v svoji glavi, ne, res moraš razmišljati o tem, kakšen gib boš naredil naslednjič. Ne. Torej, treniraš pa kje? Torej, katere ženske treniraš? Okay. Torej, je to tvoja na variantu služba, imaš od tega zaslužek? Ja. Okay. To je že 20 let. V bistvu najprej sem plesala, tekmovala sem do 18 leta in pa sem takoj začela učiti. Kaj si tekmovala v čem? Jazz ballet. Jazz ballet isto. Pa pol vmes malo hip-hop, pa disco dance, ampak večinoma jazz ballet. Pa sem vmes učila dolg časa otroke. Ko sem zanosila, sem šla narediti še za pilates inštruktorja tečaj izpitno, v bistvu sem inštruktor pilatesa, 2. stopnje in sem za nosečnice, mamice z dojenčki, ful sem se natadil. Zdaj pa zadnjih 5 let sem pa spet ful v jazz baletu in učim od 2 let otroke do 10, pol jih imam mimi tekmovalce, pa ta starejše spet jaz vzamem od 20 naprej, te rekreativne, ki se vrnejo, ali so včasih plesali, ali so čist na novo in te so mi tako še ekstra za dušo. No, otroci tudi, ampak te so pa tisti, ki res pridajo sam še iz unga veselja, ki res vsi želijo biti tam, ki ljubijo ples, ki so tam z vsem srcem. Tisti mi je pa najlepši delati. Ki jim ne predstavlja stresa to, da recimo bi zdaj mogli na vsakem treningu biti, tako da tega so se tudi malenkost prej dotaknili, ko so se pogovarjali o, lahko rečemo, invaziji Skrito v raju in Pečnikovi Ljubljani. Torej, tvoj sin, ne? Lahko poveš njegovo izjavo? Ja, mi se zelo tako, jaz sem ful ponosna na to, da mi veliko beremo, da smo zelo izobraženi in tako, ne? Mislim, to je v moji glavi. In mi smo hodili zadnjič po Ljubljani in prav, Jan, mami, a ne, to je Pečnikova Ljubljana in jaz sem bila tako ponosna, ne, moj sin pozna Plečnika, ne, malo se je sicer zmotil pri priimku, sem rekla, ja, Jan, to je Plečnikova Ljubljana, malo sem še tako okrog gledala, kakor ste videli mojega 6-letnika, ne, kako je izobražen, pa on prav, ja, v tisti stavbi dela, ne, pa mi kaže na Nebotičnik, sem rekla, kdo? Ja, Pečnik. Kakšen Pečnik? Plečnik je že umrl. Ne, no, Urban Pečnik, Skrito v raju. Kar pogrezana bi se v zemljo. Tako da ja, niso izobraženi, sam ful so fani Skrito v raju. In pač za nas je zdaj to Pečnikova Ljubljana, ne več Plečnikova. Grozen, ne, ampak dober. Naj bo. Mnenje o seriji? Če gledaš, si pogledala? Ja, seveda moram gledati. Ker pač vsi otroci Ninine starosti, ne Janove, no, ampak Jan je pač del naše družine, je zraven, gledajo to.
In jaz sem mnenja, da je boljš, da pogledaš, pa se zraven pogovarjaš, kakor da otroku pustiš, da mu sošolci povejo, o čemu se gre in si pol naredi svoje predstave. Tako da, bom zdaj tako povedala, se mi zdi ful dobro, da je Slovenija dobila eno tako zadevo. Zelo lepo je, super igralci so, lepo je zrežirano, čist cenam vse to, so pa teme, ki se jih dotaknejo, mogoče še niso najbolj ta prave za starost otrok, ki to serijo dejansko gleda. In če bi imeli mogoče to v mislih, verjamem, da mogoče niso imeli, da so ciljali na skoraj zihar, ne na odraslo publiko, ampak so to zelo otroci zagrabili in nekatere teme, recimo lepotne operacije, splav, tudi odnos med dvema zaljubljencema se mi zdijo kar površinsko prikazani in je treba zelo, zelo veliko pogovora zraven, da gre to skosno. Se pogovarjate odprto pri vas doma o vseh tabu temah? Ja, tudi pri meni doma smo se. To izhaja iz moje vzgoje in se mi zdi to najboljši možen način, da se doma pogovorimo, da tudi pustimo, ne rabimo imeti vsi 4 isto mnenje, ne? Lahko si pokažemo različne zorne kote, ampak da se ne bi o nečem pogovarjali, pač zakaj ne, nimamo tabu tem, nikakršnih. Si se kdaj v katerem obdobju počutila, kot da si slaba mama? Ja, valjda ne skozi tako, ker si mama se večino časa tako počutiš. Tako pravim, če razmišljaš o tem, da si slaba mama, si ponovadi dobra mama. Ne? Ja, to je skozi. Pač na vsakem obdobju otroštva. Najprej se ti tako zdi, da sploh. Jaz, ko sem z Nino prišla domov, sem si mislila, a tebe, da pač ti rodiš. In si tam v 3 dni si v porodnišnici, oni ti pomagajo, jaz sem bila stara 26, ta prvič z Nino, in potem ti kar dajo pač toliko velikega dojenčka in greš domov. In jaz sem tako pač seriously, pač, a vi veste, da, kako lahko zaupaš nekomu kar celo bitje, pač what. Pa smo nekako to speljali, no, in zdaj je pa pač stara 11 in je spet skoraj isto, kakor da imam mejhen, pač zdaj se pa začenjajo hormoni, zdaj pa res odraščanje, ki je skoraj še bolj pomembno, oziroma isto pomembno, ne, in ja, ves čas skozi vidiš samo, to sem narobe rekla, ti sem narobe rekla, to bi lahko boljš. Kot slaba mama se ful velikrat počutim tudi zaradi moje službe, ker pač plesna šola je popoldne in mene veliko ni doma. Tako da tudi to je en del, pa si pa rečem, pa ja, ampak imajo pa zaradi tega ful več od mene, kadar sem doma. Tako. Ona dva so torej razlike 4 leta, kako se razumeta? Kako sta po karakteru? Zelo različna, pa še fantak pa punčka sta, ne, to je še ekstra. Jaz se res trudim, da se ima govori, da se ponavlja, sta bratec in sestrica, morata se imeti rada. To je ful pomembno. To so nama tudi sestra doma ful govorili, mi je to ful ostali, jaz bi še zdaj, pač pa sem tudi vzela, da je moj happy person, je moja sestra, kar me je tudi ful presenetal. Čakaj, z njo sta imeli skup tudi blogerke, ne? Je ona napisana zraven? Ne, to pa je mamina maza. Ja, ona še ni bila takrat mamica. Ona je, v bistvu jaz sem mamino mazo začela blog, ker se ji ni narodila in takrat je bila moja sestra teta, zelo, ful je bila prisotna teta. Ampak ni še imela otrok. Ona je ves dizajn naredila. Ona je naredila spletno stran, dizajn, vse logotipe tudi za mami blogerke in za mamino mazo. Pa, ko je pa rodila, je pa v bistvu še ona začela pri mamini mazi pisati, pa svoj Instagram profil je odprla. Tako da, ja. Shoutout za sestro, kak je ime? Katarina, na Instagramu je Avokati, shoutout, full. Zdaj sicer ni toliko več v vzgojnih vodah, ampak je, ne vem, če jo spremljaš, ona je v enem letu zgubila 40 kil, tako da v bistvu promovira zelo zdrav način, to sem zdaj zelo slabo povedala, no, ampak kako se da, na kakšen način in kako vse izhaja iz glave. V bistvu, ful sem njena fenica, tako big time fenica njena sem. Ja, v glavnem. Best friend for life. Ja, in to hočem, da bi bila tudi Nina pa Ian. Nismo še tam, nismo še, veliko se kregata, veliko se tepeta, to je skozi, ampak verjamem, da bosta. Se ti zdi, da se kdaj, rekli, tepeta mogoče mentalno za tvojo pozornost, glede na to, da si rekel, da te veliko ni?
Ja, mislim, klej pa zelo tako, kukar se mi zdi, da za njun odnos bi bilo bolj, da bi bila istega spola, se mi pa zdi za odnos z mano je pa ful dober, da nista, ker nista tako tekmovalna v tem smislu do mene, ker je ona punčka, on je fan, z njo delam ene stvari, z njim druge, zelo imamo res različne, tako si vzamem čas, no, si namerno vzamem čas za Nino, namerno mislim, da tega pomankanja na tak način ne čuta. Veliko bolj, kot to, da me veliko ni, je telefon. To, da sem veliko na telefonu, ker pač sem. Ni to neka skrivnost, to čisto priznam. In takrat se pa, kadar sem pa jaz na telefonu, to je pa obnašanje grozljivo. Takrat se pa kar skupaj združta proti meni totalno. Ne? Bojna fronta iz dveh strani. Kako pa vpliva, torej, ne tvoja služba, ampak tvoje službe razgibane na tvoj partnerski odnos? Ja, to je pa še večji shout-out za Uroša. Mi da sva skupaj od 18. leta in on je v bistvu ves čas prisot, skozi že ve, kakšna sem. Mi da sva bila 2 leti skupaj, ko sem šla za 1 let v London živeti. Pol sva viduje, pa sem delala kot natakarca, pol sem delala kot, vedno sem bila taka in on me je tako sprejel. Sicer je mal črto potegnil, takrat, ko sem ta drugič zanosila, je rekel, ok, z enim otrokom sem še lahko bil jaz sem tako delala vsako popoldne. Sem še lahko vsako popoldne doma, z 2 pa ne bom, tako da sem mogla omejiti plesno šolo na 2 do 3 dni na teden. In lahko rečem, da ima ful lep odnos, ful se pogovarja, ful sem hvaležna za njega, ful je moje, on je moje nasprotje. On je pa najrajš doma, najrajš je miren, najrajš je spet je tak varen pristan. Veš, to je tvoj mir, ja. Ja, moj mir je. Ful ga težko kam spravimo, zato se tudi kregava velikrat drugač. Jaz sem ful skozi neki, on je pa tako da dobra kombinacija je, ni slaba. Se pa zelo veliko pogovarjava, vedno se zelo strastno skregava pa na glas, ampak zato, da se pogovoriva in nikoli ne greva čez mejo. Se mi zdi, da je point vsega to spoštovanje in spoštovanje imava oba, jaz do njega, on do mene in pa se vse da, ko imaš to, se vse lahko zmenaš in se vse da, no. Pa nisem ga toliko zasledila na tvojih objavah, se ne rad izpostavlja? Pa niti nima. Na začetku se ful ni, polk je enkrat malo se navadil na ta svet, ki je videl tudi kaj prinese, ker pač bodimo realni, prinese veliko, sploh finančno, zelo veliko več, kot sem si kadarkoli predstavljala in ko je tudi on to videl, je pač rad malo bolj, pa zdaj je ful vesel, kadar dobi kakšne majčke pa hlače, ker naročim, da še tako ga malo, ker se kdaj kje pokaže, ampak ni toliko fora, se tudi ni fora, da se ne bi želel izpostavljati, ampak zelo velikrat, ne vem, bolj svoje misli zapisujem, bolj to, kar se meni dogaja. On je pač tukaj zraven, ni pa ni mu to, da bi igral, no to, da bi kakšne videe skupaj snemala, tako kakšni pari, to absolutno ni pripravljen, pa tudi ne rabno, imam jaz drug content. Ne rabiš biti vedno isti kot večina, ne? Ja. Bi rekla, da je torej influencerstvo še vedno velik del tvojega zaslužka, ali? Je. Pa ne zato, ker bi količinsko veliko tukaj delala, ampak zato, ker so pač take cene. Tako da zdaj sem res omejila sodelovanja, pa je še zmeraj, sem gledala, pač zdaj, ker so bile bilance pa to, v 2023, kljub temu, da imam redno službo za 8 ur, pa zraven delam še v plesni šoli, kjer to dobim plačilo, je influencerstvo bil, mislim, več kot polovica zaslužka v letu 2023, kljub redni službi plus dodatni službi. Lahko govorimo tu malo o cenah, se mi zdi, da je to taka tabu tema, pa ravno zato, ker po mojem mnenju še vedno, jaz tu govorim, sicer mi ni influencerstvo glavni vir, niti mi ni večinski vir, ampak mi je bolj tak, zraven delam. Mislim, da se definitivno zavedam, da je tu ogromno in se mi zdi, ravno to tudi ljudi moti, ne? Da nekdo lahko dela 8 ur, tu pa lahko bova povedali na grobo, ena influencerka objavi en reel, dobi za en reel 400 €, ki ga pač posname, ne? Recimo spet odvisno od sledilcev, ampak spet, pač tu ljudje ogromno ne vidijo pač, kaj je zadaj, kaj je tvoje mnenje o tem, mogoče tvoje cene, če
Ja, jaz sem reči javno objavljen cenik, sploh nimam težave Lahko s tem. poveš? Tudi sem ga že na raznih dogodkih prav o cenah objavila, nobene težave nimam. Za recimo reel ali objavo, jaz imam to isto ceno, pač ne ločem, plus set storijev, zdaj da ti povem en tak paket, se pravi objava pa 3 storiji, no, če so bolj natančne, imam trenutno 450 € in to absolutno ni največ, kar bi lahko imela, ni pa tudi najmanj. Nek set storijev pri meni pride 200 €, lahko pa ti povem, da so večinoma cene tudi više od tega za set storijev. Tako da ja, no, ampak nekje na grobo, ja, 400 € za objavo, 200 € za storije, ne. Moje mnenje v temu je, da so to to so zelo visoke cene za vloženo delo. Pa jaz sem prva, ki bom povedala, da zato, da prideš do te točke, da to ni takole. Zato, da ti prideš do te točke, je veliko dela, razumem, kaj vse se tukaj plača. Plača se ves content odprej, plača se tvoj obraz, plača se to, da si sposoben nabrati community okrog sebe. Ampak mislim, da to, kar sem vedno tudi prej zagovarjala, vse cene sem zagovarjala do 1-2 leti nazaj, ko se je pač pojav, da kupaš 20,000 sledilcev, prideš na Instagram, si lep človek in lahko isto služiš, brez da si neki ful veliko vložil. Lahko so tukaj zdaj pač realne. Če gre za nek profil, kjer je šlo za ful enega dela, ful enega truda, kjer tudi vidiš, da je vsebina res manjki, se mi zdi kul cena. Če pa pogledava splošno, bi pa rekla, da so kar visoke cene za vložen trud, no. Pač, če primerjam, kaj jaz delam 8 ur v službi, pa dobim recimo za eno objavo več, kot v celem tednu mojega dela je nekaj ni. Nekaj ni, a ne. Ampak to je pač kapitalizem, se to nismo niti sami krivi, a ne. Malo me je trofa ta realizacija ravno, ne, ko sem dala na trece, nekaj sem dala glede cen sem dala nekaj in si mi to še ti napisala, ne, to je vredno 250 €, a jaz tam veš, ne vem, deljeno 4 recimo, ne, in takrat sem dala tako, moreš, ne, ker s tem pa, ko recimo imaš nižjo ceno, znižuješ vsem drugim, ne, in isto sem poslušala, tudi glede ostalih stvari, ne samo influencerstvo, vse, ne, že če mi pogledamo, ko sem bila še v plesu, ti ker rabiš vodo, imaš? Tudi ko sem bila v plesu, ne, ravno zaradi tega, ker mislim, da je takrat bil Artifex, ko so bili na vzponu, pol so sicer zatonili nekam, mislim, da oni, upam, da jim ne delam krivice, so imeli ful nizke cene. Res, da ti rečem, veš za nastop, da ti niti kostumov ne pokrije, recimo. Ja. In s tem, ko pač ti daš nižjo ceno in tako znižaš ceno vsem na trgu, ne? Ja. Na ta način smo tudi mami blogerke postavljale cene. Zato, ta odgovor, ki sem tega dala prej, se ne sklada z mojim mindsetom na splošno. Pač, mi smo imeli zelo strogo, smo se držali tega, jaz sem to ful težila puncam, dajte cene postaviti, ampak takrat moramo tudi vedeti, da takrat smo govorili, ne vem, 100 € za objavo. Ti moraš zračunati, tako kot pri vseh stvarih, koliko vložiš, a si mogel za to kakšne obleke kupiti, a si mogel iti na frizerju, na nohte, pač to je vse del tega, da ti na koncu lepo to narediš. Uračuni svoj strošek, uračuni svoje delo in ne pozabiti uračunati tvoje izpostavitve in ne pozabiti uračunati vsega, kar si mogla narediti, da si zdaj na tej točki, ki si. Ker jaz recimo prve 2 leti nisem dobila niti evra za to, da sem imela vsak dan en blog in da sem zgradila tako skupnost. A ne? Torej ja, absolutno ni fair, da se niža cene, ampak se mi zdi, da smo pa zdaj prišli do neke malo prelomne točke, ko so pa cene ful visoke. Previsoke za to, da bi si jih privoščil kdorkoli drug, kot kakšna korporacija oziroma veliko podjetje. En samostojen podjetnik si ne more privoščiti za 450 €, ne, pač mislim, more res početi nekaj, kjer ima ogromno maržo, da to pokriva. In malo smo zašli, no, malo smo preterali, če me vprašaš, ampak nismo mi krivi, trg je kriv. Pač podjetja plačajo te cene, a ne, se pravi, niso previsoke, če jih ne bi več mogli plačati, ne bi bile več previsoke, mislim, bi postale previsoke. Tako da,
ja, ne smeš nižati cene drugim, ne moreš pa zdaj spet postavljati cen. Ne vem, to je taka umetnost, no, teh postavljanja cen. Ja, definitivno ne, ker ni tako, da bi zdaj si vsak postavil isto ceno, ampak je definitivno prvo kot prvo moraš ceniti sebe, moraš ceniti to, kaj ti delaš, in spet ne, kak močen community imaš, ker tu spet zagovorimo marsikatero podjetje, ki je na trgu že več časa, pogleda samo ok, toliko sledilcev, ne pogleda pa statistike, ki je dosti bolj pomembna od tiste številke sledilcev. Mislim, meni se zdi vsem bolj sporno, ti imaš lahko visoko ceno, če imaš dober rezultat. Meni se zdi ful sporno, da imaš ti visoko ceno, imaš slab rezultat in s tem spet zbijaš vsem, zato ker bojo rekli, pa se influencer nič ne naredi. Zakaj bi dal naslednjemu spet to, kaj tak ne bo. A veš, kaj mislim? Pač, če imaš ti visoko ceno, moraš vedeti, zakaj jo imaš. In če imaš ti kupljenih 30,000 sledilcev, ne moreš imeti tiste cene, ko unka ima organsko 30,000 sledilcev. Ne moreš, ker ne bo isti rezultat in tudi s tem druge zafrkneš. Tako da ta je res, to je taka tema, zelo ful je enih specifik. No. Sem zato, da so cene visoke, kadar morajo biti. To, kar se pa trenutno v Sloveniji dogaja, je pa tako malo Teksas. No. Vsi imajo samo visoke cene, rezultati pa niso pri vseh taki. Jaz sem tudi razmišljala, mislim, da mi je napisal ravno na Trece, ker pač tam se razvijajo, ne, da bi se cenik mogel narediti na ta način, da prav ti daš ni en story, ampak koliko časa daš ti v ta story, je ta story samo frontalni govor, je ta story edit, ono tisto, ne. Na kak način, recimo, če zagremo malo v isto temo, ampak drugo področje, na kak način, recimo, zbiraš podjetja, s katerimi sodeluješ, kaj je nek ta tvoj filter, ker sem videla, da si omenila na storyjih, da ti je nekdo pisal naravna lepota, ti to super predstavljaš, se mi zdi, da vem, zakaj se gre, ampak ne bova za imensko izpostavljale firm. Ja. Na kak način si se potem odločila, da to pa ni za tebe? Mislim, absolutno. Jaz sem precej proti masovnemu potrošništvu, tudi sem precej proti lepotnim popravkom na način, kakor se trenutno v širši javnosti obravnavajo. Ne samo lepotnim popravkom, tudi lepotnim pripravkom, ali kaj je to, pač, ne? Pa, da ne boš imel gubic, pa da ne boš imel to. Se mi zdi, da pač smo nekako napredovali, razmišljamo na vseh področjih, od vzgoje do ne vem česa, tle pa smo spet padali nazaj za 200 let, ne? Kako moraš biti perfekt, kako moraš biti kaj iz porcelana spet. In vse take zavrnem, tega je tak največ. Mogoče odstranitev dlak, da bi bila še ok, vse ostalo pa pač na nohte ne bi šla promocijsko, plačujem si jih sama predvsem iz praktičnih razlogov, pa tudi, veš kaj, mal je narobe to, zdaj ne vem, zadnje čase, ko grem na kakšne dogodke, skoraj da če nimaš vsaj nohtov, pa trepalnic, pa nekaj že izgleda, da nisi urejen. A veš, da ti že malo manjka in to absolutno ne bom nikoli promovirala in prej bi promovirala politiko, kakor take zadeve. Ker v bistvu mislim, da ne podpirajo ljudi, ampak jih zatirajo. In tako, kot sem ti prej rekla, pač kaj je moj point v življenju, vedno, kar si želim delati, je ljudi podpirati. In vsako podjetje, ki ne dela tega, jaz največkrat rečem tako, to sem tudi že večkrat napisala, zbiram podjetja, ki nekaj dajo, nekaj vzamejo. In vedno to razmišljam. Ja, ok, vzamejo denar, ampak nekaj ti morajo dati, da jih sprejmem. In zato tudi sem v bistvu se odločila, da to ne bo moj edini poklic, ker če bi mogla sprejeti vse to, pač čisto iz finančnega vidika, zato imam to samo za zraven, da lahko sprejmem nekaj, kar daje. To je glavna ki jih loči. A nekaj daješ ali ne. Zdaj so mi tudi pisali fulušno mlado mehno podjetje, mlado, ja, novo, ki so v bistvu ful lepo pripravili za nek praznik, ki prihaja, da ne bom preveč povedala, in so naredili ful lep paketek za ta praznik, da obdariš v bistvu človeka, pa sem bila spet na tej točki, a je to dejansko nekaj daš ljudem ali mu vzameš. In to je, če si predstavljaš, ne vem, šalčka, neki, v smislu nekaj za materinski dan, ne. In sem bila tako, ne bom, ful bi vam lahko lepo uslugo naredila, zelo lepa zamisel je, ampak to dejansko komu karkoli da, ne, pač ne da.
in sem odklonila. Ne? Tako gledamo, a ti nekaj da. Pač že dišeča svečka, sem bolj tako, ok, nekaj ti da. En moment boš imel lep. To je pa res samo zato, da je potrošništvo. No? Pač tega ne želim delati in ne bom delala. Nikoli. No, ko si ravno omenila, da ti neka podjetja dajo, nekaj ti vzamejo, ne? Bomo se na hitro, ker o tem se tako lahko ful razgovorimo, ne? Dotaknile svoj brenda, zafilane Ljubljane, gospodarca, hejta, lepih komentarjev, ni vredno čakati 4 ure za pajkice, ali je? Fora je v tem, da ne čakaš za pajkice. Exactly. In jaz sem, pač mene nikoli ni nobena stvar tako navdušila, kakor svoj. Nisem lahko navdušena. Skoraj bi imela isto trenerko danes. Res pač, ampak ne svoj, mislim, oblike so krasne. Fora je pač celota tega, ta skupnost, v kateri se nič kaj novega s tem ne povem, gre se za skupnost. In feeling, ki imaš to oblečen, to sem tudi že enkrat pisala, je, kot da si v eni taki neke vrste uniformi. Pač ne vem, a se ti kdaj zgodi, ko si oblečena v svoji in potem neki hodaš in je nekdo tudi in se tako, veš, kar počutiš se, hey girl. Ja, ni no. Ja. Ni tako. Ja. Pač poluno, vsi smo del nečesa, ne, in šla sem na gospodarsko razstavišče, sicer sem pogolfala, pa sem šla pred odprtjem, pa nisem čakala. Ne, jaz sem šla prek vrste, ampak dobro, zadnji dan, ko so bili 3. Ja, in pač fora je, absolutno štekam, poznam ljudi, ki so čakali, nekaj mojih plesavk je čakali in ne gre se za obleke, gre se za to, da se počutiš. Oni so ful naredili, ful se premalo govori o tem, kaj je Petra v bistvu naredila v Sloveniji, ker ona je naredila. Jaz sem pri njej prvič videla trenerko, kopalke, pajkice na nesuhem modelu, ki ni visok in ima dolge noge. In preden sem sploh začela z njo sodelovati, sem si že naročila trenerko, ker sem jo videla na Nataši Mernik in sem mislila, ok, mogoče je pa to nekaj, kar bi tudi jaz lahko imela. In pač to mogoče se unim, ki so suhi, ki vedno dobijo, ki jim je normalno kupovati online, zato ker pač imajo take postave, da jim je vse prav, se jim ne zdi big deal. Jaz vam pa lahko povem, da to je full big deal in to je ogromno enim ženskam v Sloveniji dal full ene samozavesti, ker lahko oblečemo, ker so številke, ker pač to ni samoumevno. So številke do, ne vem, mislim, da ima do 3XL celo ene stvari, in si lahko del tega in se ne počutiš bed in se ji zdi normalno, da športaš, čeprav ne zgledaš. Ker je veliko takih žensk, ki dnevno športajo, pa pač nimajo sklesane ali zaradi genetike ali zato, ker pač rade bolj uživajo v hrani. Nima veze zaradi česa, zakaj bi jih mogel. Ona jih ni odrinila stran, ampak jih je vzela zraven. In to je kar big deal, no. Tako. Se strinjam, definitivno se mi zdi, da so tudi številke realne. Kar je ful pomembno, ravno včeraj sem scrollala po enem online shopu in zagledam eno krilo, ki mi je bilo ful všeč, res tako satenasto, bež, malo se svetlikalo in piše, da ima model, model je bil verjetno tak nekje, ko jaz, mogoče malo bolj je bila suha, pa malo je imela še širše boke, je nosila številko L. In sem si mislila, dobro, rajši ne bom, ker pač ne vem, kak bo. In pač ravno to ne, pač ta community se mi zdi, da je tukaj ravno Petra za vsem tem in najbolj so mi smešni ljudje, ki samo pač spluvajo nekaj zato, ker spluvajo, ne? Ampak teh je ful, ne? Pač ja, definitivno. To je pa vsaki stvari. Ampak če bi jih pa lahko postavil tja notri, pa jim rekel, ok, zdaj pa tu, če nič ne kupiš, boš pa dobil goodie bag, tako je bliza. Isti primer, kot za tisto Petrol nagradno igro, sem jaz tudi objavila in ok, v redu. Vidiš to, dobro, pač je vsaki 3. story to scrollaš ali pa pustiš ali pa odložiš telefon, greš na naravo. Če pa bi, ne vem, tvoja hčerka, sin, žena izžrebala to, pa Katarino Benček, pa vse častil jih bi, kipec bi si naredil bude in bi se klanjal. Ne? Pač točno to je. Ne? Se ti zdi, tudi o tem si govorila, mogoče tudi taki ljudje se počutijo osamljeno. Kaj bi menila zdaj o epidemiji osamljenosti, tako si jo poimenovala? Mislim, to je spet ena stvar. Res smo,
kukar zgleda, da smo veliko bolj povezani, je zdaj tako, da smo veliko bolj osamljeni, kukar kadarkoli prej. Ampak ne toliko v smislu, ljudje si osamljenost narobe predstavljajo. Ne, da si sam, da nisi obkrožen z ljudmi, ampak da čutiš, da te ljudje ne razumejo, da drugače čutiš, kot vsi ostali. In to se je zgodilo zato, ker vsi drugače čutimo, kukar se v medijih in v javnostih pojavlja in se to dvoje ne sklada. Naše misli, naša čustva se ne skladajo s tem, kar nam prodajajo, kakšni smo. In zato vsi čutimo, večinoma, da je nekaj narobe in da smo sami v tem, pa nismo. In te skupnosti so blazno pomembne. Jaz imam veliko kritike na družbena omrežja, na plehkost njih, ampak ljudje smo vedno rabili nek prostor. Včasih je bil to forum, to zdaj se jih Rimljane z njim učiva, to so se na forumu, na srednji vek so imeli nevaške, veš, pod lipo, ne? So se dobili, mi rabimo se pogovarjati in družbena omrežja so lahko zato ful dobra stvar. In take skupnosti so lahko dobre zato, da si glih te stvari povemo. Nič hudega, če imaš preveč kil, nisi sama, ful ljudi je takih in ne pomeni, da si lena in bedna in grda in ne vem kaj, pač obleci pajkice, imam dost velikost zate, prid z nami, a ne? To je zdaj najbolj tak, ki so glih persvaju, ampak to velja za vse stvari. Epidemija osamljenosti samo pomeni, največji hejteri so sam najbolj osamljeni. Ker ne štekajo, ker ne morejo razumeti, zakaj se imaš pa ti dober, kako ti je ratal, če pa je vse čuden, kako si to sprejel in to jim ne gre, nekakor ne morejo tega sprocesirati in to so največji hejteri. In tako, kot si rekla, ker njih enkrat sprejmeš zraven, oni ratajo največji fani. To je v bistvu skupina ljudi, ki hrepeni po temu, da jih bo en sam vzel zraven in bojo number one fani vsega, kjer jih bojo vzela. Ne? Tako da hejteri so v bistvu tvoji največji oboževalci, sam še ne vejo tega, samo objeti jih moraš pa bojo. Ja, nekaj v tebi jih strigira. Ja, nekaj v njih jih strigira, pač ko tebe gledajo, ne? Da te pa kar gre, ti si pa srečna, pa kar ne. Sicer, ja, klej spet ta družbeni mediji lahko tudi prikazujejo nekaj, ne? Tudi to je, tudi o tem se malo premalo pogovarjamo, ampak ja, niso sami krivi, no. Pač ne more biti drugače. Se premalo zavedajo tega, da ko ti pač scrollaš vse, je to nek delček, ne? Ni to. Pa bi rekla, da se mi zdi, da nekdo, ki je hejter, ne? Jaz, dobro, če zdaj pogledam sebe, če pogledam tako svojo družino, ne bi mogla, mislim, ko scrollam, sploh ne prije na pamet, zdaj pa bom nekaj grdega napisala, se ti zdi to odvisno od vzgoje staršev, odnosov, da je tu neki začetni problem? Ja, tudi, pač nekaj je vzgoja, ampak predvsem ne toliko vzgoja, ja, nekaj je modelno učenje, kako so videli, da se starši do drugih obnašajo, kaj o njih govorijo, ampak še bolj, kaj govorijo o sebi, pa kaj govorijo o tebi. Največkrat je to, ne, pri mamicah se vedno, ko se pogovarjamo s tem, a lahko hčerkam govorimo, da so lepe, ampak je ful bolj pomembno, kaj o sebi govorimo pred njimi. A se postavimo pred ogledalo, pa govorimo, ful sem debela, nič nimam za obleči. To ji bo veliko bolj ostalo, kukar, a si ne rekel, da je lepa ali pa grda, ne, pač ona vid, ali pa sinno, se najbrž je isto, ne. Tako da, ja, itak vzgoja, pa nezadovoljstvo v odnosih. Ne dobijo nikjer tega, v bistvu njim nikoli noben ne reče lepa si, kul si, pač če bi bile samozavestne punce ali pa fantje, ne bi hejtali. Pač zakaj? Bi vedeli, da nima to nobenega smisla. Ampak ti najbolj rabijo ljubezen. To je tako isto pri otrocih. Oni, ki so najbolj poredni, ki najbolj razgrajajo, oni najbolj sam rabijo objem, pa da jim rečeš, v redu si, ne, fajn si, ful si fajn fant, ful si fajn punca. To bolj rabijo, kot oni vsi, ki jim to govorimo. Ne? Se strinjam. Se mi zdi, da ful je zagovora o tem, da so zdaj trenutno moški, recimo v zrelih letih iz tiste generacije, je ful dosti nekih čustvenih invalidov, ravno zaradi tega, ker se je to zatiralo. Kaj pa se ti zdi zdaj, ko pa je ful te neke senzitivnosti že pri mlajših, da lahko to gre čisto v drugo smer, pa bo tega preveč, kak ti recimo vzgajaš sina? Ja, kar dosti rad s tem vprašanjem ukvarjam na splošno, ta čustva, ne, mi smo zelo, zdaj ta generacija staršev, ki zelo ta čustva
Ampak mi ful pozabljamo na eno zelo pomembno stvar. Ne? Ja, čustva so vedno bila. Čustvo traja 7 sekund fizično v telesu. In to, kar ti s tem čustvom narediš po teh 7 sekundah, to je pomembno. In mi smo se zdaj preveč skoncentrirali na teh 7 sekund, ki minejo v 7 sekundah. In vsi smo tako, fantki so lahko žalostni, punčke so, ne. Ne, mi moramo vse otroke naučiti, kaj narediti s tem čustvom po teh 7 sekundah. In to mi ful pozabljamo. In to je velik problem tudi v šoli. Lahko povem, da na osnovni šoli fantje se veliko jokajo. Pač to je dejansko se zdaj dogaja, tudi v višjih razredih. Niso sposobni predelati čustva ob zelo banalnih stvarih. Ne, igrajo med 2 ognjema in zgubijo in se jokajo. Pač 12 let stari fantje in punce. Ne? Saj tukaj ni po spolu, več ne ločujemo teh stvari. Ne znajo regulirati čustev. Mi smo jim zdaj mi smo vsi, da vsa čustva so dovoljena. Valjda, se jih ne moš prepričati, to je fizično, to je fiziološko. Kaj ti z njim narediš, je pomembno. In tukaj pa smo padali na celi črti, vsi starši. Tako da jaz se res trudim povedati to, ne samo Nini pa Janu, v bistvu konec koncev tudi partnerju, pa ljudem, s katerimi delam. To, kar ti začutiš, je samo 7 sekund, pa zakaj to pride? Tebi čustvo pride vate ali da te bo rešil, ali pa da te bo motiviral. To sta edine 2 razloga, zakaj čustvo dobiš. Da boš pred nečim se rešil, ali pa da boš nekaj naredil. In pride žalost v tebe, lahko pride. Daj jo pretvor v konstruktivno zadevo. Ne lež nekje v kotku, pa se prepust žalosti. Ste zgubili med 2 ognjema, 7 sekund si bil žalosten, kauš pa zdaj? Ne, pač tako, ta akcija mi manjka. In se mi ne zdi, da se je dobro išlo. No. Ta vzgoja se ne izide, ne pelje v pravo smer. Ljudje niso več sposobni in naš način, old school, je bil mogoče, ne da je bil boljši, ampak vseeno so nam bolj postavljali meje in smo se naučili čustva pretvarjati, zato da je bilo pač konstruktivno, da nisi konec koncev tudi motil vseh, tako kot so prej govorili, ti si na svetu tudi zato, da si soljudmi in da tudi njim lepšaš svet in zdaj, da se ti tam dereš sred sobe pri 10 letih, zato ker imaš 7 sekund enega čustva, pa to pol kar vlečeš 4 minute in vsi morajo to poslušati, pač jaz nisem, no, zato in se mi ne zdi prav in ni ta vzgoja najbolj všeč. Se mi zdi to pretirano ščitanje. Seveda pač vsaka vzgoja, vsako obdobje ima neke svoje prednosti, slabosti, ampak tudi vodi v to, da so otroci dosti bolj neposlušni, nimajo avtoritete, še nad starši, včasih najkaj šele nad nekimi profesori. Sej to sama veš, verjetno si delala v šolstvu, pa si rekla, da si bila med pač priljubljenimi profesori. Mislim, a veš, fora je, da vsi ljudje zdaj pozabljamo, da otroci v bistvu vsi ljudje, vsi tudi odrasli, mi v bistvu hrepenimo po enih mejah. Nas meje ščitijo. In to se skozi pozablja. Mejo rabiš, da te zaščiti. In to ščitenje pred vsem ni dobro. Pač to, če bi bili malo pametni, pa bi vedeli, da v Ameriki se vse stvari zgodijo 10 let prej, pa da bi zdaj malo pogledali, kaj se tam z mladimi dogaja, koliko je depresije, koliko je samomorov, koliko je anksioznosti, bi lahko mi vedeli, to ni prava smer, dajmo zdaj hitro nehati s tem, ampak ne, mi bomo počakali, da bo pri nas isto, nažalost. In to pretirano ščitenje jih na koncu ne bo zaščitilo, ampak ravno obratno. In to je kar grozno. To spopadanje s čustvi, z izzivi, to otroci hrpenijo in ful je zanimiv. Veš, zdaj ne vem, pridem v neko skupino otrok, lahko je to na plesnih, lahko je na nekem rojstnem dnevu in so ki so najbolj glasni, ki nič ne ubogajo, ki grejo čez vse in pač postavim meje in kakšni starši tako pogledajo, kaj pa ona dela. A veš, s kom sem na koncu najboljša prijateljica? S točno tistimi fanti, ponad so to fanti, pa tudi kakšna punca, ki sem jim najbolj mogla na grobo meje postaviti. In na koncu, ko grem, te najbolj objemajo in oni samo želijo, da postavi mi meje, da se bom jaz znajdu. Oni se znajdejo znotraj meja. Če jih nimajo, so zgubljeni in je ful bad, no. Tako da, ja. Se lahko dotakneva tiste grožnje, torej tiste grožnje za streljanje,
Aha, ja. Ko je bil tvoj si napisala, da so vam rekli, da zelo, zelo verjetno ne bo nič, da naj ne paničarite. Kaj si ti naredila? Si zapaničarla? Ja, Kako si to sprejela? Valjda, da sem zapaničarla. Jaz sem zelo tako, mislim, valjda, no, se je najbrž vsaka mama za varnost svojih otrok je valjda na prvem mestu. Lahko povemo situacijo, če kdo slučajno ne ve, kaj je bilo? Ja, bila je grožnja, da bo strelski pohod na eni od ljubljanskih osnovnih šol v tistem tednu, zdaj sem že pozabila datume, 15. april, nekje tam, prav točen datum je bil celo, no? Vem, da je bil 15. ne vem pa kjer mesec, mislim, da april. Ali, ne? Ne, jaz tudi ne vem na pamet. Se mi zdi, da je bil... Pač neko sredo. Sreda, Ja, to vem, da je bila sreda. sredo bo strelski pohod na eni, bila je grožnja na nekem portalu, napisana... Ni bil klic upravljen? Ne, bil je komentar na spletnem portalu, kakor jaz bom po vzoru, ne vem, kjer je že države, to sredo na eni od ne ljubljanskih, slovenskih osnovnih šol naredil strelski pohod. In tega moškega so zdaj sledili, to je bil 30 ali 35-letni moški in so pri njemu tudi najdeli neko strelivo. In oni so takrat rekli, ne paničarta, ne. Pač, kako to misliš, strelski pohod je en napovedal. Ne, dobili so že takrat enega iz Radoveljce, ki je imel polno enega orožja, ki je hotel iti v vrtec. Pač kako ne paničart. Meni ni nič naroden priznati, moje dva otroka pač teden nista šla ne v vrtec, ne v šolo cel teden. In mi je bilo čisto vseeno, veliko je bilo tega, no, saj ne bo nič. Ja, mislim... Tisti 1% lahko pa da bo. Če so nam povedali, pač, če je bilo to v novicah, če je bila policija umešana, pol ni glih neki čistko... Ja, sej lahko gre danes v šolo, pa ga avto zbije, ja, vedno, ampak če pa vem, da je nekaj napovedan, pa sem, ne vem, to se mi zdi res tako nepaničart. Seriously, ja, nismo mogli reči, dajmo izslediti tega človeka, dajmo neko hudo kazen, da nikoli več tega ne bo, kar grozen, no. Ni bilo fajn, to res, kako se lotevamo teh stvari, no, čist brez občutka za starše, za otroke, za neko skupnost. To je tako vse, kot da smo eni roboti. Ja, je bil strelski pohod, ne paničart. Mislim, ne vem. Pa si se z njima pogovorila o tem? Si jima povedala, zakaj ne greta v šolo, zakaj ne greta v vrtec? Ne, Ijanu ne. Z Nino sva se pogovarjali, ker so se itak tudi v šoli pogovarjali. To vedno malo tako koleba, veš, tako te prime. Po eni strani te prime, da bi ga naučil, če bo, da mu poveš, to obstaja in če se slučajno zgodi, a veš, da mu daš neko... To ni samo v igricah, ne? Ja, pa da mu tudi daš, kaj narediš takrat, ne bi bilo neumno. Po drugi ga pa hočeš zaščititi predvsem tem in mu sploh ne o tem govoriti. Tako da vedno je ta dilema, pol se pač vsak starš glede na starost pa zrelost otroka odloči, kdaj se že začneš pogovarjati. Z Nino smo se prej začeli v teh stvarih, pri Janu je pa še tako, on je pa res otroček, on res še nič ne ve. Tukaj je še nedolžen, da ne bi po mojem niti razumel, tudi če bi mu vse povedala. No. Tako da pa njemu mal počasnejš te zadeve doziramo, z Nino se pa kar zelo odkrito pač pogovorimo. Lej, to je, rekli so ne paničart, ampak če bo, narediš tako. Ne vem. Težko je to, no, pač se odločati. Kva, ja, pa kaj ne. Pri tebi mi je všeč, ker si odkrita, tudi dotakneš se marsikatere teme, s katero mogoče, ko mu stopiš na žulj, ki ni ravno najbolj vsakdanja, se pogovarjaš z svojo, torej starejšo hčerko tudi o trenutni svetovni situaciji, o vojni? Ja, se. Z njim ne moram reči, da razume, ampak jaz bi se vedno rada izognila temu, da ona drugje sliši. Da drugi, zato ker ne vem, kaj bo slišala, kakšno interpretacijo zadeve bo slišala. Recimo, ful je bilo zanimivo, ker se je ta Ukrajina-Rusija začela vojna, so dobili sošolce, a ne iz Ukrajine in imeli so pa že prej enega Rusa in potem pač je to že nek subjektiven pogled bil in je fajn se pogovoriti, vsaj približan neke osnove. Sicer jo ne more imeti, ker nima konteksta zgodovine, geografije, pač vseeno, to je 10 let, hmal bo 11 otrok. To je zdaj 5. razred. Ja, in pač res še nima te širine, ampak bolj probam na to sočutje. Igrati ne tako politično v smislu, ta je kriv, ta je napadel, ta je grozen, to sploh ne delam, ker nima nobenega smisla, ampak to, nekateri pač ljudje trpijo, kako bi lahko pomagali, kako
veliko se pogovarjamo o, ne vem, da mogoče zdaj je ful tako, zdaj smo vsi, ja, bogi, tisti ljudje tam umirajo, kaj lahko, kad bi ti isti ljudje prišli k nam na mejo, bi jih spet čist drugače gledali. In bolj se o teh stvarih pogovarjamo, ne, lej, to so ljudje. Takrat, ko so tam, takrat, ko so na naši meji, takrat, ko so v azilnem domu, to so ljudje, a ne, tako da to se pa že kar, to se dogaja, eni ljudje delajo slabo, drugim, dajmo probati, da ne bomo mi taki, a ne, dajmo probati nekaj dobrega, dajmo biti do vseh ljudi čim bolj prijazni. Tako, ta kontekst. Kakšno je tvoje mnenje zdaj glede tega, da je bila Rusija itak izločena iz Eurovizije? Izrael je bilo zdaj pa dovoljeno, da je tudi itak so slovenski izraz skrili, izločili, prekrili tisti, ko so se drli bune, torej itak ni bilo realno tako, kot je bilo. Ne, ker grozna je bila ta Eurovizija, absolutno sem bila proti temu, da Izrael sodeluje, glede na to, da prej drugim državam ni bilo v istih oziroma, ja, no, rečemo v istih primerih dovoljen. Tudi to, da so zakrivali, tudi to, da je na koncu Izrael pristal na 5. mestu. Pač kar hudo, no? Kar težke stvari, ampak spet nekaj za naučiti se, kako lahko mediji prikažejo nekaj, kar ni, a ne? In kako živimo v bistvu v obdobju, ko je zelo težko vedeti, kaj je res pa kaj ni, ker lahko zajem prikrijajo buje, ker lahko dajo politično več točk. V bistvu ti dajo zelo tako občutek nemoči in to ga dajo namerno in tega si ne smemo dovoliti, ne? Mi se lahko zavedamo, ok, to so naredili, dali so AI, hočejo nam povedati, dali so jim ful točk, hočejo nam povedati, da karkoli mi naredimo, nima nobenega učinka, ampak to ni res. In pač glih zaradi teh stvari se pa moramo oglašati, moramo te stvari povedati. Ne maram tega, kao ma se itak mi nič ne moramo. Ni res, tak feeling nam dajo, ampak namerno, glih zato, da načnamo. Lahko pa ful naredimo. Pač. Kaj se ti zdi, da lahko ti kot posameznik narediš? Drugače ful velik. Zdaj sem zadnji mesec skozi delim te posameznike, ki zgleda mehno, da naredijo, ampak na koncu ti si +1, povlečeš še enega, sta že 2, povlečeš še enega, ste že 3. Pač zdaj čist direktno bi bil čas, da se res začnemo zavedati tega, kako korporacije res delajo slabe stvari po svetu, ne samo glede vojn, tudi glede okolja, glede ljudi. Pač ja, podkupovanje na raznih kitajskih spletnih trgovinah, da nekaj stane €0,5, mora nekje pač preostanek nekdo drug plačati na tak ali pa drugačen način. Tako da, če bi samo to se začeli počasi zavedati, nehali kupovati, ja, ok, sej pa imaš Zaro, pa imaš H&M, pa je vse isto, ja, je, ne, ampak korak pa po korak. Predvsem ne smemo misliti, da če ne greš 100%, to mami, da z mami vedno, ne, ona prav, ja, to je ful hinavsko, ti rečeš, da ne boš, ne vem, podpirala McDonald'sa, greš pa v Zaro. Ja, ne moraš vse naenkrat. Pač daj počas, najprej skenslaš eno stvar, pa drugo se nam ne mudi. Pač nažalost za Gazo itak že zdaj iznosno jutr nič ne moramo več, ampak da se ne bojo te stvari ponavljale, da te korporacije zgubijo moč, lahko čist vsak od nas pač nekaj naredi, ne greš v niso velike stvari, a veš, pač na mesto Starbucks greš nekam bar kafe, niso taki big deal zadeve, ki jih lahko spremenimo in pač sam, da se začnemo to zavedati. Zdaj neka aplikacija, ne? Ja. Ki ti prav pokaže, katere firme sofinancirajo Izrael. Ja. Uporabljaš? Veš na pamet? Vem dosti na pamet, ampak tega itak. A veš, sej v bistvu teh korporacij sploh ni toliko veliko, ti moraš pač, to je že odprej vem, pod katero korporacijo spada več znamk. In v bistvu vse te velike, ki jih vsi znamo našteti, pa vse logotipe poznamo, itak spadajo več ali manj pod eno korporacijo. Tako da bolj ta mindset, da mogoče vmes, da kupuješ na spletu pri Kitajcih ali pa ne vem, v velikih supermarketih, probaš pač kupiti pri nekem lokalnem. To se da, pač v Ameriki so se že prav cele vasi ali pa majhna mesta uprla in niso več hodila ne vem, v Walmart, to je recimo, kada pri nas bi nehal hoditi v en supermarket, in so začeli hoditi k lokalnim spet nazaj trgovincam. Ena je, ki je, ne vem, delala kot blagajničarka, je pol spet začela, ne vem, šivati obleke in so dejansko vrnili nazaj
Da se, pač valjda se o tem ne govori, ampak so se zaprli vsi supermarketi, Coca-Cola, korporacija, vse je šlo stran in so spet vrnili nazaj na to, da si v bistvu v lokalnem okolju odvijajo stvari in je pač valjda boljš. Za okolje, za ljudi, za vse, ne? Tako da se. Kaj pa misliš, da je po tvojem mnenju zdaj sploh namen tega, lahko rečemo, genocida? Mislim, namen, to je ful težko vedeti. Zdaj, da bi rekla, ja, hočejo na zemljo, ni jim fajn, da je tam tako, da hočejo imeti več. Skoraj zihar je požrešnost pa pohleb, tako kot pri vseh vojnah. Predvsem pa pač vojne prinašajo denar, ne, kakršnekoli. Seveda oni temu pravijo vojna, ne genocid. Zame osebno, moje osebno mnenje je, da to je genocid. Zakaj je do njega prišlo, to je ful ene zgodovine, no. Niti to vsak, če imaš pol ure časa, pa greš malo googlat, pa imaš saj malo neke kritične, vidiš, da je bilo in Hamas je bil umetno ustvarjen, oziroma je pač posledica nečesa prej, ni to tako simpel, kot prikazujejo, tako da je tudi zelo težko simpel reči, ta ima prav, ta nima prav. Genocid absolutno ni odgovor na to, je pa tukaj pač fulenga ozadja, no. Ti to, da si razgledala na večjih področjih, ti to dava samozavest, delček samozavesti? Mislim, predvsem samozavest v smislu mnenja. Ful težko, všeč mi je, ker smo, ne vem, kjerkoli, pa nekdo neki butne ven, ne bom čist dala banalen primer, ja seveda, ne, se to so teroristi, njih vzgajajo že, pač da lahko rečem, daj no, pa povem par stvari in so, všeč mi je, ker so pol ljudi tako, ne, nisem sploh vedel, to. Pa ne govori, če ne veš. Ja, ne, fakt tako ni. Tako da ja, absolutno mislim, da bi vsak človek veliko zase naredil, če bi mal začel imeti več širine, mal brati, mal gledati. To ne delaš zato, da se pred drugimi dokazuješ ali da, ne vem, to je v bistvu, to te izpopolnjuje, to tudi ti rasteš na vsaki taki stvari osebnostno. In z nekimi mnenji, ki si jih ustvarjaš, ni to zato, da boš enemu nekaj dokazal, ampak zato, da imaš neko širino, no, pač, ja, mi da samozavesti tak. Kako pa delaš na svoji samozavesti? Si imela kdaj, no, sem sigurna, da si imela, ker sigurno je vsaka ženska imela, moški tudi verjamem, moment, ko si se res počutila čist down iz vidika samozavesti in kaj si potem naredila, da si se nekako sprejela celostno? Ja. To je tako, že zelo, jaz nikoli nisem imela težave s samozavestjo, od mehkega so mi že in doma in okolica, velikrat sem slišala, ful si lepa, ful si suha, sem bila vedno ful suha, pač lepo športno, plesalka sem bila, lepo športno postavo sem imela, tako da nikoli nisem, bila sem priljubljena v osnovni šoli med fanti, v gimnaziji, tudi na faksu, vedno sem veljala za lepo in postavno. Tako da največjo krizo sem imela, ko sem se pač zredila, niti ne vem, ko se je to tako hitro zgodilo, ne moram niti kriviti nosečnosti, ker ne bi bilo fair in tudi ni res. Tako da to krizo sem imela, ampak sem zelo hitro ugotovila, da ni fora, da nimam samozavesti zaradi drugih, ker vseeno celo življenje, veš, kad ti to, kar otroku govoriš, to ostane tvoj notranji glas. In jaz tudi, ko sem imela največ, ker nisem nikoli mislila, da sem grda, ker pač ne. Sem pa imela krizo, ko nisem mogla Nine nesti od vrtca do doma, ker nisem imela moči. In bolj me je to mi je pa zbil samozavest, da ne morem, ali pa da nisem mogla na Šmarno goro, veš, da smo šli s prijatelji in sem tako, pač to me je. Jaz hočem biti močna, hočem imeti kondicijo in takrat, to pa je bilo po nosečnosti, ki jo nisem imela, me je pa kar uničil in takrat sem pač začela več trenirati spet nazaj. Sprijaznila sem se, da očitno kljub treningom, ki so prej prinašali ful lepo športno postavo, zdaj več tega ne bo, ampak lahko pa spet skočem visok, naredim preval nazaj, pač tako stečem na Šmarno goro, nosim težke stvari v 3 štuk, nesem Iana, ki je 6 let star, tako, te stvari, no. Bolj sem se osredotočila na to, da bom imela moč pa kondicijo, kakor na to, kako bom izgledala in se mi zdi, da je to edini način. Pač, ker to štekaš, da gre postopoma, veš, da če zdaj začnem delati sklice, nauš jutr močen, ne, če pa ti začneš trenirati zato, da boš suh, ti je pa vsak dan, ki še nisi, ti gre na živce, da moraš trenirati, a ne, pač drug mindset je.
Tako da zelo s plesom, no, spet to, z več treninga, to mi bolj prinaša samozavest. Si imela po nosečnosti kakšno postpartno, poporodno depresijo, si se soočala s čim takim? Na srečo ne. To ne. Imela sem izgorelost pred Dianom, pač pred to nosečnostjo, z depresijo pa hvala Bogu nisem nikoli imela. Imela sem tudi ful dober podporni sistem doma, pri Urošu, nikoli se mi ni, hvala Bogu. No. Jaz sem bolj anksiozna, bolj mi gre v to smer, pa da imam paniko, kakor da bi, hvala Bogu, nikoli v depresijo, no, pač mi ne povleče. Na kak način pa se ti je začela kazati izgorelost? Na noben jaz nisem vedela, pač da sem izgorela, se to po mojem noben ne ve, zato ker sem rada vse delala in sem bila full noter, imela sem mami blogerke, blog, delala sem Pilates studio, sem takrat imela, delala kot novinarka, polno stvari, ampak nisem mogla zanositi, no. V bistvu ne, zanosila sem, ampak sem splavila vedno tam okrog 6. tedna in to 4-krat v enem letu. In pač ginekologa je rekla, s tabo ni fizično nič narobe, jaz sem dala psihologinjo, jaz sem bila kar tako malo žaljena, veš, jaz sem izpopolnjena osebnost, kakšna psihologinja, ne. Ampak ja, pa sem šla še na neka predavanja za ene kitajske medicine in tam imajo zelo lepš to razložen, kako v bistvu, če ženski dela tukaj in ne more še tukaj, pač ne gre od teka, energija gre vsa sama, ne. In ker je meni skozi pač toliko v glavi dogajalo, valjda ni bilo v telo ni zmogel še tega. Tako da to je bil v bistvu, no, ti splavi so bili pokazatelj za izgorelost in v bistvu hvala Bogu, da sem takrat hotela zanositi, da sem sploh dojela, da se to dogaja, ker če ne bi, najbrž ne bi vedela še zdaj, ne. Oziroma ne bi mi vsi lasje izpadali ali pa zobje ali pa se zgodi pač unim, ki ne opazijo ta prav čas, da so izgoreli, tako da. Pa si potem vzela čas, dala malo stvari na stran. Sem mogla pač na prisilno bolniško, sem se ful kregala takrat, da nočem iti. Jaz sem bila res, a veš, to je bilo po porodu, jaz sem glih ustvarila svoj biznis, ful sem imela enih sledilcev, delala sem, to je bil glih res tisti pik mojega, ker sem glih po 2 letih prišla na točko, da so me ljudje poznali, da sem imela dosti posla, da je Pilates studio se polnil samo od sebe in pa sem rekla, zdaj moraš na bolniško, a ne. Tako, ste vi normalni, pač ni šans, ampak sem bila pač prisiljena iti in sem šla in sem v bistvu pol leta, pa pol še celo porodniško, tako da 1,5 leta sem bila na bolniški, in ful me je spremenila, valjda. Pač ful. Sicer je pol zelo nevarno, ko se vračaš nazaj, ker si ti enkrat izgorel, je fora, da si skos malo na robu. Ti, ko se zdravaš od izgorelosti, ne spraznaš kozarca do konca, ampak samo loviš tisti, da ne gre več čez rob. In si skos na meji in zelo hiter, tudi še vedno, no, pa je od tega zdaj že 6 let. Kadar imam kakšen teden, da je veliko stvari, že vidim, kako malo kaplatam. Nikoli ne prideš, no. Takrat sem veliko delala pol tudi na enem projektu, Ustavi se, ki je bil in sem veliko s temi ljudmi izgorelimi govorila, so bile ene ful starejše ženske, ki so rekle, lej, ne vem, stara sem 65, pa še zdaj nisem okej od tega in mi je bilo kar tako šit. Res se moraš ustaviti, pa se zavedati tega, no. Tako da je še zmer vidim tudi te splave, kakor lahko bi rekla, lahko bi se jokala, pa rekla 4 splavi so bili, ampak jaz vseeno to malo vidim kot srečo v nesreči, no. Se mi zdi, da so pač nekako ti more telo povedati in meni je tako, je bilo že tako namenjeno, nič ne vzemam tega kot neko hudo travmo, pač bolj kot hvaležnost. Ok, hvala, da si mi povedal ta prav čas zame, ne, da nekaj ni okej. Si našla tisto luč v tunelu. Ja. Pojavil se je tudi zapis na tvojem blogu. Je bilo to iz tistega časa neznanka na avtobusni postaji? Ja, zelo, mislim, da je bilo enkrat takrat, vem, da je bila Nina Mejhna. Tisti je bil kar, pogovor. Pač jaz sem zelo ekstrovertirana in se vedno pogovarjam z ljudmi, ampak ne pričakujem, veš, da ti bo enkrat neko življenjsko modrost na avtobusni postaji povedal. Ful lep pogovor, še zdaj se vsega spomnim, vem, da je čakala 6 tam ali kjero že in tako mi je by the way povedala, da kako zdaj, ko gleda nazaj in ni nič žal, da v bistvu je preživela toliko časa s svojim otrokom, kako je bil to najlepši čas njenega
življenje in kako se to hitro spreminja, kako moraš v trenutku živeti. Ne? In to pogovor je trajal 10 minut, če pač v Ljubljani avtobusi hitro prihajajo, pa je toliko enega zavedanja mi dala, ne? Kako skozi nekam norimo, pa hitimo, pa hočemo nekaj dokazati, pa sploh ženske se mi zdi, no, čeprav zdaj tudi moški, ampak hočemo biti in lepe in uspešne in poslovno moramo biti in mamice moramo biti, pa zraven moramo imeti top postavo, pa vse najlepše stvari, pa še to objavljati na Instagramu in pač za koga, no, pač zakaj, gospa to je bila starka, cel življenje je že bil za njo, pa ni rabila nobenemu nikoli nič dokazati, pa je bila bolj srečna na koncu, ne, tako da. Se mi zdi, da je med ženskami ogromno tudi ravno tega primerjanja, katera je bolj uspešna na katerem področju in tudi vem, da si imela en res, pa bomo rekli ne negativen v smislu tebe, komentar, ampak bolj z tega vidika, ker ta ženska ni bila v sebi zadovoljna. In sicer, ko si objavila slikico sebe v, mislim, da roza svoje oblekci, si dobila komentar, da bodite samozavestne rajši doma. Ja, to je bilo kar, a veš, to je tako, ti se pač oblečeš, se veš, in se tako počutiš, a jaz ne pašam v to oblekco, neka roza oblekca, to je bilo lani, roza oblekca, kam je to Petra poslala, je ona resna, ne? In pa si misliš, pa ja, pa sej, pa zakaj pa ne, Uroš itak vedno, on je moj builder, pač ja, ful si huda, ne? In se počutiš ful dober in pa sem se, pa ja, pa dej, čem to objaviti, če sem jaz lahko v tej oblekci, ne, zikar bo, vedno je ful enih žensk hvaležnih za take slike, ki niso samo 1,190 m suhice v temu in jaz to objavim in ona napiše, da je to neprimerno in da ne bom raje samozavestna doma. Sela, ok, bejba, totalno zgrešen. Ni štekala sploh, valjda, ne samozavestna, nikoli se ona ne bi tako oblekla, če ne bi bila 1,80 m pa suha in ji gre na živce, ne, to, kar so se prej pogovarjali, da ena ženska pa se tako obleče in kar žari, znotraj tega in je ljudem všeč in kar mož ji reče, da je huda, čeprav ima kile preveč, pa mamica je, pa kar takole, ne, to, kar ne morejo dojeti. Zakaj? Zakaj pa jaz ne moram? Vse lahko. Zakaj ne? Dej, pa boš videla, ne, koliko bo dober. Tako da ja, imaš vedno. Na vsako objavo vedno zdaj mi vedno, kadar svoje promoviram, vsakič, ali na storju, ali kjerkoli mi vedno nekdo napiše, a res podpiraš njene vrednote, veš, da je rekla, da mora ženska dati noge narazen. In to je še vedno in zmeri. Vse eno tako, moj bog, in pa razlagam kontekst in potem pač eni ljudje hočejo hejtati in ne hejtajo. Ja, res je. Eni pač hočejo ozkogledno gledati na vse, potegniti iz, ne vem, 2-urnega intervjuja, podcasta, tistih 5 minut, ko bi nekdo tudi zdaj, recimo, tu lahko potem, ko si ti rekla, da ta ženska ni samozavestna. Ja. In bi iz tega naredil to, da ti ne ceniš svojih sledilcev in da misliš, da je tak pa tak, veš. Vse se da obrniti, vse se da spremeniti in ravno zdaj sem prebrala sicer v angleščini, tako da zdaj moje prevajanje je bolj tak, ne. V smislu, da je pač najbolj važno to, da si ti pomirjen za svojo resnico, da ne rabiš dokazovati nekomu, tak se je mislil, ker tisti, ki se je odločil, tak je, ga ne boš premaknil, pa če bo burja ga zapihala, ne. Ja, ful težko boš premaknil in pač to se mi zdi, da od moje zgorelosti in tega sem najbolj odnesla točno to. In to zdaj zadnje čase skozi ponavljam in to sem ponavljala, ko smo imeli na Veleven o influencerjih in cenah, pa pravilih, pa to. In je pač Blaž rekel, ja, mi moramo dokazati, ne, da je to, da koliko časa mi to uporabimo, mi moramo dokazati, ne, nam ni treba nič dokazati. Glih to je narobe, mi vso energijo trošimo za to dokazovanje, dost sem lepa, da sem v temu, dost sem natrenirana, da lahko, ne vem, pokažem te pajkice, dost sem vložila, da imam lahko tako ceno. Ne rabiš dokazovati, pač samo bod, sam pejt. Vedno se bojo najdeli ljudje, ki jim ne boš všeč, ne moreš jim pomagati, morajo si sami, velike osebnosti rasti rabijo. Jaz sem se tudi zdaj, včasih sem se v vsakom komentarju sem se zapela, ne, pa nazaj dokazovala, pa ne, ti imaš prav, pa jaz imam prav, pa da. Zdaj tudi na vse hejte samo po srčkam. Včasih napišem še, se strinjam, dam srček in mirno živim in nič se ne spremeni, tako, kot se ne bi, če bi se kregala. Pač
Prav, ok, agree to disagree. Pač to se lepo reče po angliško, agree to disagree, gremo naprej. Ne? Mi smo se spoznali na... Spet, okay. Okay. Mi smo se spoznali na svoj eventu, takrat sem tas prvič videla, sem že slišala nekje ime primek, ampak iskreno nisem vedela za tebe in že takrat, ko smo se spoznali, Sej veš pač, kak je na teh eventih, ne? Ja. Včasih je malo zlagano, včasih je tisto, ne? Ja. Ampak jaz sem tu včasih bila taka, priznam. Včasih, ko na začetku, ko prideš to, ko si tak, wow, jaz lahko imam to, zdaj moram priti, pa se moram z onim slikati, pa zakaj? Ne rabiš. In že takrat, ko smo prišli, vem, da smo bili pri tisti mizi, smo se pogovarjali in si mi že takrat čist potegnila z energijo in sem te potem tu zasledila in sem začela spremljati in čeprav mogoče smo ful dosti na socialnih omrežjih, jaz redko kdaj pogledam ponavadi tiste storije, ki mi jih vrže na začetek, ostalih ne, tudi iz fitness sveta ne spremljam skoraj nič, ampak tvoje mi vedno vrže na začetek in jih vedno pregledam, tako da res, če ste dosti na socialnih omrežjih, pa ful časa zapravite tam, ne porabite, vam predlagam, da sledite Anji, ker se boste ful dosti pametnih stvari naučili. Me pa zanima, če imaš mogoče še kaj zapovedati, si razmišljala, o čem bi rada danes pa govorila, pa se mogoče nismo dotaknili? Kar velik tem si se dotaknila, si me ful pozitivno presenetila, ker sem pričakovala, da boš imela ful bolj ponavadno, ko sem na teh stvarih, je ful bolj osko, pa tako črno-belo, ti si pa res, se vidi, ful sem vesela, da me spremljaš in se to zdaj ful videl, ker si potegnila res iz mene ful enih različnih stvari, se mi zdi, da so zdaj obdelale. In tiste stvari, ki sem si mislila, da jih želim povedati, si že ti iz mene zdaj izvabila in mislim, da sploh ni več ostal pač res tako, bravo, ne zgodi se to veliko, da sem bila že marsikje, no. Tako da sem ful ti hvaležna za ful dobro vprašanje. Sem mogla kar razmišljati zraven, pa se mi zdi, da sva lepe misli, no. Te, ki jih bi rada svetu delila, da sem jih uspela dati ven pred tebi. Hvala ti, ker si prišla. Preden zaključimo, lahko poveš še eno zaključno misel, pa eno besedo, ki te nekako vodi iz dneva v dan. To je pa zdaj najtežja naloga. Po vsemu temu, pa bomo dali na pauzo, pa tak 10 minutes later spuži. Najboč. Zaključna misel. Kaj, toliko stvari sva res zdaj povedale, da to dokazovanje mi je pomembno, da so slišali ljudje, veš, da se ni treba dokazovati, to je tak big deal, pa da so dovolj. A sem še to še enkrat povedati, ali kaj? Kako želiš, si povedala. Zdaj pa še eno besedo. Ok. Samo eno besedo. Ne sme biti cel stavek, samo beseda. Sonce. Ok. Mi je všeč. Hvala ti, ker si prišla, ful fajn je bil pogovor s tabo, ful hitro je mino. Ja, ful, hvala te. Tako da ja. Upam, da se še vidimo na kaj kavici, da boš kaj več v Mariboru, ko bo kakšna tekma, definitivno se slišimo. Hvala vam, ker ste gledali, pa se vidimo naslednjič.